se marketing imate, če ti se staviš. To je bilo drugače ambientacija. Ja. Ambientacija, ker je naša, ker jaz predstavljam danes malo splošno, Madagaskar in to dogajanje, malo pa tudi skozi oči naše tehnične odprave prek projekta POTA, v bistvu ga letos prvič organiziramo tudi tehnična odprava, prvič odprava, v kateri smo bili sam fantje prisotni kot člani, kar je za POTA sploh velika redkost, kjer je pretežno... Mislim, da to je edinstveno. Edinstveno, Primož prav, da je edinstveno. Jaz smo verjamem, da je bil koordinator tega projekta kar nekaj let, tako da. Skratka, to za en kratek uvod, bilo nas je pet udeležencev, oziroma pet, ki smo bili del projekta POTA, z nami še potem še Grega, kako ga vidite pa na vaši levi sliki, ki je pa v bistvu upokojen mehanik, ker je pomagal pač pri teh tehnično-mehaničnih delih, ki jih mi sami drugače ne bi znali oziroma zmogli narediti. Mi smo šli na Madagaskar za en mesec, oziroma 32 dni vsega skupaj. Večino časa smo bili pri misionarju Janezu Karmelju in kot naslov piše tehnična odprava, v bistvu smo vse sortenih tehničnih stvari po misijonu popravljali, postavljali in tako naprej. Malo več tudi v nadaljevanju. Tako da zdaj za začetek, preden celotno čisto odprave, to, da sploh malo dobimo en vtis, kje smo bili. Madagaskar je 4. največji otok na svetu, leži ob jugovzhodni obali Afrike. Ima nekje med 28 in 32 milijonov prebivalcev, ker pač številke in statistike dol niso tako zelo natančne, kar se teh stvari tiče. Zgodovinsko gledano je to ena taka zelo zanimiva kultura, ker ni samo afriška, v bistvu so se tam priseljenci na Madagaskar so prihajali z dveh koncev, eni iz afriške celine, eni pa tudi iz Azije, se pravi nekje iz Indonezije se ocenjuje, zato tudi samo prebivalstvo, odvisno sicer spet na kater del otoka, nima teh tipičnih samo afriških potez, ampak ima nekateri tudi predvsej te tipične azijske poteze, tako odvisno spet v glavnem mestu je več tega azijskega vpliva na jugu, kjer smo mi preživeli večino časa, pa malo manj. Uradni jezik je francoščina in pa malgaščina, torej malgaščina je njihov domač jezik, francoščina pač jezik kolonialcev, ki so jih zavladali nekje v 19. stoletju. Predtem je bil Madagaskar nekaj časa protektorat Velike Britanije, še prej pa nekako samostojno kraljestvo, najprej več kraljestv, ki so se združila v eno. Potem pa leta 1960 formalno razglasila neodvisnost, pa potem nekje 1975 malo bolj zares tudi to neodvisnost prevzamejo. Mogoče še to, kar se tiče podnebja, je v bistvu to že na južni polobli, tako da so letni časi tam nekoliko obrnjeni, tako da mi smo bili v bistvu septembra, oziroma konca avgusta in večji del septembra tam pravzaprav v zimskem času, ker je pa to še vedno razmerno blizu ekvatorja. Konkretno pravzaprav ta misijon, kjer smo mi bili, je par kilometrov stran od južnega povratnika, tako da je tako neko tako še precej tropsko podnebje, kar se tega tiče, oziroma tropsko po temperaturah, po padavinah malo. Mogoče še to, tukaj vidite zemljevid, se pravi na vrhu, mislim, v sredini otoka je glavno mesto Antananarivo, tja prideš z avionom, bo je edina točka, kamor lahko prideš z avionom. Potem smo se pa podali mi na jug, tam kje zvezdice, misijon Ampitafa, kjer smo mi delali, razdalja do tja pa približno 900 kilometrov, kar pomeni približno 24 ur neto vožnje. Malo več tudi še nekoliko kasneje, skratka. Začeli se je s pripravami, o katerih ne bi izgubilo preveč besed, predvsem je šlo za to, da smo mogli prenesti kar precej opreme sami dol, če smo hoteli karkoli narediti, ker je pač na razpolago na Madagaskarju bistveno manj opreme, kot si predstavljamo, tako da večino opreme in velik del materiala smo pravzaprav nesli dol, ker smo ga nabavili v Sloveniji, ker je pač tukaj kvaliteta dosti boljša kot, Vi ste že prej videli, kaj boste počeli?
Tako na pol. To je bila malo taka, ene par stvari smo vedeli, tudi julija je Jan Skrnel prišel v Slovenijo, tako da smo se en dan z njim dobili, tako okvirno smo vedeli, se pravi, da bo šlo za določene servisiranja, tudi za del vodovodnih inštalacij in podobnih zadev, tako da pač ene stvari potem tudi on se z nami sestavljal skupaj z nami. Tako da v bistvu smo tudi sami potem z njim v kontaktu bili glede tega, kaj se splača kupiti v Sloveniji, kaj pa na Madagaskarju, ker pač recimo plastične zadeve so tam približene najzanačka tukaj, medtem ko železne stvari so pa tukaj bistveno boljše stvari, kot pipe smo recimo vse dol nesli, ker pač so tam vse pipe zanačka, kaj jih lahko dobiš. Tako da, ja, to smo se podali v Benetke vsak s 3 kufri, zato da smo lahko vso opremo dol nesli. Kar zabavno je bilo pripravljati, ker je bilo treba, ker vsak kufer ima lahko 23 kg in ker je daš na tehtanco, če je pač preveč, možno plačati, tako da smo potem Tetris sestavljali s tehtanco, kako bomo sestavljali kufre, da bodo imeli točno 23 kg ali pa tako 22, 90, to je bilo optimalno, kar pomeni, da po volumsko pa po masi ne grejo vse stvari zmeri čez tako, kot si želiš. Tako da to smo bili pol v Benetkah, ko smo štartali. En dan približno traja pot, tako da ja, štartali smo ob 6. zjutraj, smo imeli let iz Benetk, po postanku v Parizu in ob 11. zvečer smo prišli v Antananarivo. In tako, ko smo prišli v Antananarivo, smo spoznali, da čas teče pač na Madagaskarju 5-krat počasneje, ker smo ga navajeni, tako da to je pol, ko smo ta slika bila narejena že, ko smo bili že skoraj na vrsti za vizo dobiti. Tako da za primerjavo, mi smo postali ob 11, potem smo 1 uro pa pol stali v vrsti za vizo, kjer je bilo 20 ljudi pred nami, mogoče pa 3 okenca, kjer so te vize pač dali. In potem, ko smo čez uro pa pol prišli čez vizo, smo se že ful bali, da bo že vsa predlaga že z nami izginila, zato ker pač smo toliko časa porabili na vizi, no, ko smo prišli si čez vizo, smo ugotovili, da niti prvih kovčkov še niso uspeli prenesti do unega kače, kjer se po te kovčki vrtijo, čeprav je bilo to edino letalo, ki je v tisti polovici dneva pristalo na tem letališču. Tako da tam nekje do 3 zjutraj smo potem čakali, da je vse skupaj se sprovedlo, da so vsi kufri prišli, da smo jih uspeli prevzeti, spravili čez carino. To je tudi ena taka zanimivost. Pedro Opeka je na Madagaskarju toliko poznan in cenjen, da takrat, ko začne carinik gledati, kaj čudne stvari imaš ti v kufru, rečeš, to je za Pedra Opeko, reče, ok, gremo. Tako da ni bilo nobenih težav, kar se tega tiče. Tako lepo. No in skoraj v vsakem primeru, če greš na Madagaskar, vsaj kakšno noč preživiš tudi v Kamašoji, zato ker v bistvu to je glavno mesto Antananarivo in če hočeš pač kamorkoli potovati, pač tam toliko časa traja vsa potovanja, da vsaj v glavno mesto kakšno noč prespiš. Tako da to je bilo pol nekje ob 4 zjutraj, ko smo prišli do hiše za goste in valjda kaj naredi skupina fantov, pač odpre salamo in začne polnočni prigrizek in pa se pravi, da smo se razkužili, kar se tiče virusov, da smo jih staknili na letališče. Ok, na hitrico malo o Antananarivu. To je glavno mesto, največje mesto, zdaj po uradnih podatkih 1,4 milijona prebivalcev, po neuradnih podatkih nekje med 3 in 4 milijone. V bistvu je bilo to že prestolnica že v času tega kraljestva in iz tega vidika, ker so se tam zbrali vsa plemena in obilica vojske, posledično potem to ime, ki pomeni pravzaprav mesto tisočih. No. Dejansko je danes to nisem mesto tisočih, je mesto milijonov. Tako nekako malo po ravnini, malo po hribčkih. Po hribih recimo ni vodovoda, tako da pač imaš vodo v takihle rumenih kanistrih, kakor jih vidite na levi sliki. In jih pa pač cisterno pripeljajo vodo, pa pač vsak natoč si v svoj kanister in nese v hišo. Tako da pa tudi tuš izgleda tako, že pa velik sod, pa en lonček, ki se polivaš s tistim.
No, prvi dan, skratka, mi smo prišli v četrtek, petek je bil prvi naš dan, do nedelje smo ostali v Antananarivu. Iz dveh razlogov, prvi zato, da smo šli po nakupih in drugič zato, da smo v nedeljo potem doživeli mašo pri Pedru v Peki, do česa še pridemo. Skratka, v petek smo se odpravili, najprej smo se pogledali tam na delavnico, potem smo se pa odpravili v mesto, kar je tako, ker malo tak kulturni šok lahko, no, ker mesto je precej polno ljudi po vseh ulicah, izgleda vse skupaj kot ena ogromna tržnica, skratka, pač kamorkoli greš, vedno so neke stojnice, oziroma oni, ki so bolj premožni trgovci, imajo stojnice, oni, ki so malo manj pač po tleh zlagajo, kar pač prodajajo, tega je obilica od sadja in zelenjave do glede česa, kar bi mi rekel, odpad, se pravi nekih delov za razne stroje, je vprašanje, koliko še kaj delajo. Mi smo se v bistvu odpravili dopoldne po nakupih za opremo, ki smo jo rabili, za pač naše delo, v glavnem vodovodne inštalacije smo tukaj kupovali, to je njihov, kako bi rekel, Bauhaus, največja trgovina s tehničnim materialom v Antananarivu. Peter, opazujem, koliko ste oblečeni, koliko približno bila temperatura? V Antananarivu smo bili tako za polover, no. Se pravi tam 15, tudi sem zjutraj malo manj, pa čez dan se malo se greje. V bistvu, kad pride sonce, se pol hitro rata vroče, ker je sorveno visoko. Je pa Antananarivo na kar visoki planoti, tako da je pol zaradi te nadmorske višine tudi malo nižje temperature kot sicer. Tako da v bistvu tle smo bili v glavnem v nekih jopcah, kakšnih jaknah, dol na jugu smo bili pa v kratkih rokavih, ki je v bistvu, čeprav je južno, se pravi severno z našega vidika, je v bistvu to nižji pa v morju, da, mislim, blizu morja, da je bolj ta tropski. Zdaj, tudi trgovina je bil za nas en tak kulturni šok, to ni tako, kot pri nas, ko prideš v Bauhaus, pa nabereš, pa greš na blagajno, ne, tam pač imaš takole razstavljene artikle, pa poveš, kjer ga je kosa bil, pa gre uslužbenci, pa ene drugega uslužbenca, pa gre uslužbenci skrat v skladišče, pa en drug pa to prešteje, pa prideš šefu dobrit, pa za vsak artikel traja pač to pa tako zaporedno, to se ne delo usporedno, ampak pač, kaj si enega zaključil, pač, kaj si kolena kupil, pa mislim, nabral pa začneš te komande kot pa cevi, pa karkoli že. Tako da, samo da smo kupili pač za tiste stvari, ki smo jih rabili, pač nekaj pol dneva trajali približno, da smo tle v trgovini to upravili. Tako da cel dopoldne pravzaprav smo bili v Bauhausu, pa smo šli pa v en tak bolj, čez en tak modern del mesta, še v supermarket za ostale zadeve, ki smo jih rabili. Nabavili smo še eno kitaro, zato da smo imeli pač malo boljše vzdušje, ker smo bili vsi predvsej pevsko navdahnjeni, tako da smo brenkali cel cajt to kitaro. Trgovina je pa tam tako, imaš tržnico, ki je res ciganska, imaš pa supermarket, ki zgleda skoraj, ki bi rekel, da je prišel v Leclerc, prinesem pa tako, mogoče malo na nižjem standardu, približno tam. In cene so bolj v tistem supermarketu tudi primerljive pač s cenami pri nas, ker, ali pa so še dražje včasih, ker veliko je tako, da pač v bistvu so evropske izdelke prinesli dol, kar pomeni naša cena plus še prevoz do tja. No, ja. Ampak skupna moč pa je v bistvu pravzaprav očitno, če imajo tak supermarket, nekdo to kupuje, ali samo turisti? Ja, mislim, imaš ti elito, ki te nakupuje. Ti imaš večino prebivalstva, ki so pač revni, ki kumi, da ima za jesti, ne. Imaš pa potem tudi, se pravi, nekaj tujcev, nekaj, se pravi, čist teh tujcev, ki stalno dol živijo in recimo furajo kakšne biznise dol, nekaj turistov, nekaj raznih nevladnikov, ki pridejo. Tako da tam v Antananarivu imaš nek del populacije, ki pač ima to kupno moč. Je pa to tako, neko precej bela populacija, no, ki prideš v supermarket, ima zelo malo domačino noter. No, iz centra smo se bolj odpravili nazaj proti Jakmašuji, tako da smo zdaj končno videli tudi v dnevni svetlobi. Je ena taka zanimivost, ko prideš tja, da celo mesto Antananarivo je pač brez nekega hudo posebnega urbanističnega načrta zgrajeno. Pa, ko priješ pa v Jakmašovo, je pa čist drug svet, ne, kot
ko bi prišel čist v ko sam stopaš čez eno ulico, ne, in si čisto v drugem svetu. Zdaj, to je tudi tako, ne, da se predstavlja, ko imaš ni tako eno naselje, ampak je v bistvu pač tak, kjer je Pedro Opeka lahko dobil neko zemljo, je pač kupil zemljo in potem tam zgradil naselje, in potem tak, kjer je lahko naslednjo zemljo kupil, ne, in se pa to tudi malo preliva, tako imaš ti neko, ko imaš šolsko naselje, pa imaš neko običajno naselje, pa spet neko, recimo, ko imaš šolsko, ne, in je kar dan pa močno, da bi stopil skozi nek portal, da bi se teleportiral v nek drug sveta, ne, ker je tam, kjer je, ko imaš šola, so ulice čiste, so hiše v ravni vrsti, so hiše po neki logiki, približno po istem načrtu, recimo vsaj znotraj iste ulice, nek red, ni nekega kaosa, ne, pa stopaš na ulico, točno veš, daj si prestopil ven iz Akamašoje, tudi če ni to dobro označeno. Zdaj, sam sedež je postavljen zelo blizu smetišča, ker je pač tam Pedro Opeka začel reševati ljudi, tako da mi na samo smetišče nismo šli, ker nam je odsvetoval, no, smo pa videli tele tovornjake, ki vozijo smeti in tako potem prideš noter v tale center, no, tako da si malo predstavljamo. Seveda tle ni nekih na cesti prodajalcev, ki bi prodajali na cesti, ampak nekako se je dosti bolj urejeno. No, in ko prideš enkrat tja prav k njemu, je pa tako, da bi se poznal že nekaj časa. Čeprav se prvič v življenju vidiš, to je res tak topo sprejem. Sploh, če si Slovenec še toliko bolj, ampak tudi ostali, recimo, ko vidiš tudi kako k njemu hodijo praktično na dnevni bazi, kdorkoli, ki ga pozna z Madagaskara, pa skjer konca sveta, tako da mi smo bili tam par dni vsega skupaj, na začetku pa na koncu, pa so bili enkrat ena belgijska familija, enkrat neki italijanski patri, enkrat pač vsak dan nekdo. On pa nekako to navado, da v 5. popoldne organizira molitev, se pravi 5. popoldne odprta molitev v njegovi kapeli ali pa pred njo, odvisno od vremena, kjer potem v glavnem z otroki pretežno so otroci, udeleženci te molitve, potem pač potekajo pol ure te molitve, lahko pa pride kdorkoli, potem po molitvi pa igranje in druženje do noči. No. Ponavadi tako, da se enkrat z noči je pol čas, da greš, ker po noč so nam odsvetovali hoditi tako, čeprav kadar smo kje vse šli, se nismo jih počutili ogroženi, ampak je neko tako načelo, da se odsvetuje. Pedro Opeka je cel cajt obdan z otroki, tako da je skoraj težko dobiš sam na samo, no, vedno je v njem polno ljudi. Tako da smo se potem mi z njimi začeli družiti, igrati, čeprav nismo znali niti besede malgaško, da smo prišli dol. Večina od nas tudi niti malo francosko, tako da je bila komunikacija kar se tega tiče malo težena, to je ena stvar, ki me po svoje bila žal. Ampak v pol leta, jaz sem malo probal z Duolingo tam pol leta sem. Mogu biti nekaj še bolj resen tečaj, če bi hotel zares se kaj pogovarjati. No. Mislim, ne, mi je pomagala vsaka beseda, ki sem se naučil z Duolingo, tam sem pač jih ni bilo tako zelo veliko, da bi lahko kakšen pač, to, da na tržnici se zmeniš, to sem se že ampak da bi pa kakšen vsebinski pogovor lahko imel, je pa žal premalo bilo. Tako da ja, potem smo zamenjali denar, en oziroma 1 evro je približno 4000 arijev, tako da smo se malo hecali, da v bistvu vsak lahko denar sam pravo valuto mora zbrati. Tle ima Štefan v roke, 2 milijona arijev. No, potem smo mogli vse prepakirati, zato ker zdaj, ko smo enkrat bili na Madagaskarju, ni bil več point, da je vsak v kufru 23 kg, ampak da je teh kufrov čim manj, tako da smo v bistvu vse stvari rabili prepakirati, no pa smo se pa malo podali še na raziskovanje okolice. Ena stvar, ki nas je spet zelo presenetila, je ta njihov način pranja perila, oziroma predvsem sušenja. Zelo malokrat boste videli tam štrike za obešanje perila. Oni pač operejo perilo in pa ga zložijo po travi, tako kot tle in čakajo, da se posuši. To je pač njihov pristop. Tako lepo izgleda znotraj recimo tega naselja.
Kamašo. Te so v bistvu ta najbolj nove bajte, mislim, od lanskega leta, tako da so tudi najbolj take sodobno postavljene. So pa tako, pač, jih tle v Kamašovi pravzaprav živi približno 30,000 ljudi, vsega skupaj 40,000 jih je z njo povezanih še takih, ki hodijo recimo od zunaj delat. Take hiške v bistvu so vse narejene, ali večino narejene po enem načrtu. To je v bistvu dvodružinska hiša, no, pritličje za eno družino, prvo nadstropje za drugo družino. Tako da ja, zgradi jih pa približno je rekel za 10,000 evrov, da eno hišo postavi. Zdaj ni nekega pogoja, recimo, da bi mogel biti človek kristjan, če hoče se vključiti. Ima pa 3 pogoje nekako, ki pa se jih morajo držati, kdo želi biti del skupnosti. Prvi pogoj je, da vsi odrasli v družini delajo, drugi pogoj je, da se vsi otroci v družini šolajo, in tretji pogoj je, da sprejmejo pač tista pravila, ki so jih oni skupaj sestavili. Na začetku, ko so začeli, so postavili pravila, pa jih sproti še malo dopolnjujejo, če je potreba. Skratka, tle pa v glavnem neko splošna pravila skupnega življenja, ni nekaj zelo posebnega. Je pa precej strog, tako da če pride do kakšnih resnejših kršitev, ti žvan pač ni druge. In je tudi kar precej zanimanje, no, tako da se ljudje potem želijo tja priti, ker mogoče še to je zanimivost. Vsak v teh naseljih potem seveda poskrbi opeka tudi za to osnovno infrastrukturo, šole, zdravstvo in tako naprej. In je rekel, da tam, kjer on postavi eno naselje, Kamašoje, pa takoj v okolici se dvigne cena nepremičnin, zato ker bi vsi radi živeli pač v bližini tistega naselja, kjer so te stvari urejene, ker v ostalih koncih Madagaskar je pač to bolj znači se varianta, kakor veš in znaš. So pa, malo smo se hecali, to je tle vidimo tipično šolo. Tudi šole so narejene, bolj imamo vse po isti načrt, tako smo se malo hecali, da oni gradijo dol po Hofer principu. En načrt za šolo, en načrt za cerkev, en načrt za hišo, pa jih pa štanca. Tako da je najbolj ugodna varianta. No, to je recimo univerza, Kamašova, zraven je pa kamnolom. Tega pravila, da se ne more človek delati, se Pedro Opeka zelo drži, in če pač ti nič drugega ne znaš delati, se pravi, če nimaš nobene šole, nobenega znanja, pač delaš v kamnolomu, in zato tudi v bistvu še vse stvari zelo ročno potekajo, nimajo nobenih mašinerij, tle pač tolče skladi po kamnih. Je načrtno to, ker je rekel, da so že imeli opcije, da bi pač dobili kakšen stroj, da bi pač bolj učinkovito ta kamnolom fural, ampak pač je rekel, da on zavestno ne uporablja strojev v kamnolomu, zato da lahko pač človeku da delo, da navaja ljudi, da ne dobijo nekega denarja ali pa neke hrane pač kar z neba, ampak da je pač treba z nekim delom si zaslužiti, in je to pa tudi nekak način, kako oni pridejo tudi do nekega tega dostojanstva, ki tega dela potem da, se pravi, ti z delom potem ne zaslužiš. Stvari, mi smo bili tam v soboto popoldne, tako da je bilo že preprazno, za soboto popoldne, nedeljo ni tam delavcev, sicer pa je to tako mravlišče. Je to tudi v bistvu katedrala, hkrati za najpomembnejše praznike, zato ker je največji prostor, kjer se lahko zbere več 10,000 ljudi, tako da tle na sredini vidimo tudi oltar, kjer potem Opeka Kamašoje, to je tak pogled z vrha. Mislim, da še oltar bližje, pa da vidimo. Skratka, še malo pogleda Antananarivo, to je v bistvu center, te dve palači, ker vidite sta kraljeva pa kraljičina. Nekdanje kraljeva, pa nekdanje kraljičine palača, zdaj je vladna. Pred 3 leti je bil na obisku papež Frančišek, tako da imajo tudi še precej teh ostankov, simbolov, trg papeža Frančiška in tako naprej. Tudi tle je v bistvu Pedro Opeka, ki je organiziral celoten obisk. To je kapela v parku, pravzaprav je tak park Sreta Kamašoje, noter je ta kapela Svete družine
ki ima tukaj eno tako simbolno sporočilo. V bistvu to kapelo je Pedro Opeka zgradil v bistvu za svojega očeta. Njegov oče je bil v času druge svetovne vojne pravzaprav v teh povojnih pobojih edini, ki je prišel ven iz jame Brestrica pri Trbolah, nekdo, to smo pozvalo, enega rudnika pri Trbolah. In takrat, v tiste času se je on zaobljubil, da če bo živ prišel iz tiste tragedije, da bo postavil pač kapelo Sveti družini. Dolg časa se je želel, da bi to postavil v Sloveniji, in takrat potem se je to naša takratna oblast tega ni dopuščala, tako da je potem v bistvu na koncu Pedro Opeka na Madagaskarju postavil to zaobljubljeno kapelo Svete družine. Tako da to je ta kapela. Zraven je pol še, v bistvu so pa postavili zdaj oltar za čas COVID-a, da se ne pol maši na prostem, v bistvu čisto na novo na zadevo postavljeno, da se pač niso v zaprtih prostorih preveč užali. Tako da, ja, to so potem malo, ko hodiš po ulici, vedno polhanjenih otrok. Tukaj lahko malo vidite, recimo, da niso čisto tipične afriške poteze, da so malo tako neki te taki azijski, vsaj nekateri obrazi imajo te malo azijske države. In ja, vsi so navajeni zdaj na kepce, odkar je bil COVID, tako da zdaj se ne rokujejo, ampak se kepca. In se je, ko prideš to je nam v bistvu ful ustrezalo, zato ker pač prideš dol, se možeš z vsakim med kepcami, pač lažje to, kot bi se z vsakim rokoval. Ja, tako da so pol na ulici. Igrajo se pač tistim, kar imajo na razpolago. No, tle smo potem spet srečali Opeko, ki je bil njihov pogreb, umrla je ena nuna, tako da tako smo pogledali še pokopališče, kako zdaj izgleda. So pa oni prav vse stvari dosti bolj preprosti, tako da dosti manj komplicirajo. En drug pogreb, ki smo ga tako videli, je tle vidimo na sliki, pač drugo so pripravili kar lepo na strehi od kombija, oziroma te kombiji so taki mestni avtobus, se pač pa sneli dol in odnesel, ni to neka zdaj šel ful komplicirano, zelo so bolj simpel, kad smo mi navajeni. Ja, tako približno zgleda ta oddaleč pogled na Kamašova. Tle vidimo v bistvu, da zgornja polovica hriba je Kamašova, ta spodnja pa Nimja. Da se pač ta razlika v nekem arhitekturi in urbanizmu, kar očitno poznamo. Peter, pomenil si prej vodovod. Ja. Se pravi, Kamašova ničega. Kamašova tle nima vodovoda, zato je na hribu. Kaj pa ostala kanalizacija? Mislim, kanalizacija načeloma, jaz mislim, da tudi mi smo bili tle v sušnem obdobju, no? Ker tam pipe so v hiši noter, sam pač zdaj ni bilo vode. Mislim, če zihara pač po zimi, oziroma poleti blake, malo več dežja. To mislim, če zihara, no? Pač zdaj v tem času. WC-ji so? Ja, WC-ji so taki, ko smo jih navajeni, pač školka. Oziroma vsaj v tem delu. Z vodo se spaknjovanjem? Mislim, školka, pa pač imaš zraven sod, pa zraven šlamček. Ja. Tako da, to se pa tako doma na ulici počakajo na vodo, ki jo pa takole s cisterno pripeljajo, seveda pa čisto zaston, tako da morajo kar šparati z vodom. Ja, to so tako, pač po mestu imaš zelo različne in to se zelo hitro spreminja. To je pač ena ulica nazaj bi bila asfaltirana, ta je pač taka, ne, tako ni nekega zelo nekega reda. Na ulici vidiš pa sašta, tako recimo. Se pač umivajo tudi na ulici, recimo ni nujno, da sam v hiši, oziroma pač nimajo se kopalnice v hiši, tako da. Imaš pa za skaute, imajo tudi dol Opeka skaute. Še celo malo podobne rudke, kot je bila na 3. No, pa smo bili pa pri njemu spet naslednji večer, to je sobota zvečer, na večeri, tako pa on načeloma vsako skupino Slovencev, ko pride. Mikrofon? Dela? Dela? Miho delati, ok, bom pa bolj glas. A dela? Sam pižil. Ok. No, skratka, vsako skupino Slovencev, ki prije dobro navajati, če ni kaj izjemnega, povabiti na večere, tako da smo tudi mi bili.
povabljeni. Mi smo bili smo se nekako srečali z drugo ekipo, ker letos ste bili dve, oziroma lani ste bili dve ekipi. Na Madagaskarju ena je ta klasična oratorijska, ena je bila naša tehnična, tako da mi smo bili dol prišli, ker so oratorici zaključovali, tako da v bistvu mi smo prišli v Antananarivo, oni so bili vrnili v Antananarivo, tako da smo se pol skupaj dobili, one so bile pa same punce, no, tako da pač smo imeli fajn za družbo. Evo, tako lepo še večerja. To je res tak zanimiv občutek, no, ker mi smo se hecali, da nam je svetnik dol za jesti. Evo, no, pa prije nedelja, to je bilo en highlight za nas, ker smo se zelo veselili. Zato smo tudi ostali pol v Antananarivu to nedelje, ker smo se vračali pol nazaj spet v nedeljo zjutraj, tako da smo bili hvalili nazaj tudi, da smo pol na začetku ostali do nedelje, da smo bili potem pri tej maši. Tako da na začetku, ja, smo videli, da pred mašo spovedujejo, pa nimali neke spovednice, ker tako pač na oltarju, zraven oltarja pač prideš pa poveš, ko si gleda. Ampak se je tak šuder, da se ne slišno. Ni panike, kar se tega tiče, pa to je v bistvu bila včasih košarkarska dvorana, zdaj je samo cerkev, noter gre na 10,000 ljudi. Tokrat jih je bilo malo manj, ker so bile počitnice, tako da ni bila nabito polna, ampak samo polna. Ogromen imajo oni enega plesa, enega dogajanja, tam ima 2 uri pa pol traja maša, pa 3, in cel cajt se nekaj dogaja. Ni nobene tišine, ampak imajo 3, 4, 5 različnih skupin, ki ima vsaka neke svoje združitve, 3 zbore, različne pa pač tekom maše, različni zbori pojejo, vmes inštrumentalna glasba, frštrkerije več kot dravla, tako da. In ja, na mašo potem je opeka, je to zelo tak spontan, pač med pridigo se je kar šel nekam na sredino cerkve usesti, pa potem tam med ljudmi razlagal zgodbo, karkoli ženo, ne vem točno, ker za nas je bilo to tako, po eni strani niti besede nismo razumeli, ker je vse bilo v malgaščini, ampak še zmeri ti ni dolg čas, če si 3 uri tam. Tako da ja, potem spet vsak zelo pred besednim usluženjem, pred darovanjem, pač je vse to en tak velik obred, tako približno potem to poteka. No, nas je tudi prosil, če bi zapeli nekaj pesmi, tako da smo pa tudi mi sodelovali pri maši, pa smo še 2 slovenski zapeli, tako da smo nismo še nikoli peli pred takim občinstvom, kot smo imeli 10,000 ljudi. No, po maši pa sledi še v bistvu en tak šov, to je vsak teden. Pripravijo otroci za krmašove, v soboto ponavadi vadijo, včasih še v petek. Ima ta logika, da jih, se pravi, po eni strani, da jih zaposli z nečem koristnim, z nečem konstruktivnim, da nimajo časa neumnosti početi, po drugi strani pa s tem, ko nastopajo, potem tudi to neko samozavest gradijo. Tako da je to en tak, en lepo ure traja, no, in je cool za gledati, tako da evo, dan iz sebe. Skratka, tle je bila še dosti enostavna, ker so le počitnice, pa nisem imel toliko časa za... Včasih ne pošle pol, ker imel kakšne posnetke še, ker so še dosti bolj, kakšen teden, še dosti na višjem nivoju, no, pripravijo. Tako da, ja, na koncu se pol še opeka predstavlja celi skupnosti, tako da smo bili, no in pol nedeljo popoldne smo še zadnje priprave pred odhodom na jug, se pravi, ena
od stvari je bila, da smo mogli tiskati agregat za elektrarno, ki je bil na servisu, tako izgleda agregat za elektrarno, ki ima dol Janez. Vmes smo se še malo z otroki ukvarjali. Kot zanimivost, vmes je potem eni punci zmanjkal telefon. In potem so grunta, je Janez rekel, da ne takove, kje je, ne. So potem najdali, kdo je bil in potem so prosili, če so lahko zelo diskretni, da ne bi slučajno vrgli ven iz Krmašove, ker je en otrok ukradel telefon, da ne bi vrgli ven. Tako smo pa spakirali kombi in se naslednji dan zjutraj ob 5 odpravili na jug. Štartali smo takoj, ko se zdani približam, da smo pač čim več časa po svetlem se vozili. Tako razgleda tale kombi, se pravi, poleg nas 6, pa Janeza je bil zraven, pa še en inženir, ki je šel dol za preklopati generator, elektrarna pa še 2 gospodinji, pa hčerka od gospodinje, ki so bili pa na njivu pri zdravniku, tako da full house kombi. In to izgleda tako, da smo se pač pelali bolj ali manj cel dan. Vmes še malo smo se menjavali, zato ker je en sedež v prvi vrsti, tako da je nad motorjem malo višji, pa se tako stlačen. Drugače pa, ja, v bistvu štartali smo ob 5 zjutraj, vmes smo imeli en postank za shopping, ki so šle gospodinje še nekaj nabaviti, en postank za kosilo, en postank za večerjo, pa 2 za WC. Sicer smo pa špurili, da bi prišli čim prej, čim dlje. Isti šofer vaš čas? Ja. Takole izgledajo ceste, ta najboljše ceste. Se pravi, to, ko greš iz Antona na Rivla, pač je ena res glavna cesta, ki gre dol na jug in ta cesta omogoča hitrosti tam nekje do 80, tam, kjer seveda pač ni lukenj prevelikih oziroma drugih ovir na cesti. Volovske vprege so reden udeleženc v prometu, tle da vidite že eno, pa še kakšno mislim, da bo. Tako da se pa Antona na Rivu je ena taka planota in pa se še kar nekaj časa voziš po tej planoti, tako razgleda ta pokrajina. S tem, da pač večinoma vasi tako malo maknejo od ceste in nima tako ceste do tja, pač oni hodijo peš, da ne rabijo ceste. Vmes so pa taka riževa polja, to so pa riževa polja, riž je tam nekak ta glavni vir hrane. Kot zanimivost, vsi prometni znaki so betonski, nobenega železnega oziroma pač kovinskega prometnega znaka nimajo, ker če bi ga imeli, ga ne bi več imeli, ker bi ga pač pretopili kaj drugega, tako da vsi prometni znaki, ki so na cesti, so betonski. Spet pač volovske vprege, kolesarji, to je pač posod cesti, moraš kar malo paziti, ko voziš. To je naš šofer bil, Bernard, on je zjutraj v 5 štartov in to ni samo 20 ur, on je 20 ur ko se skoraj vozil. So rekli, da je menda najboljši šofer v Krmašoji. To ni samo 20 ur vožnje, kaj je že itak za človeka dosti tako, ampak 20 ur vožnje, ki moraš konstantno gledati, kje so luknje, ker vmes so take luknje, da pač se moraš ustaviti, pa jo vozati po bankinji, ampak greš pač tako čisto počas noter, ker če zapiraš prehiter, lahko ti pač gumo odnese. Ker pač na ene luknje so res take, da pač jih niti ne opaziš tako hiterno, oziroma so tako sred asfaltne ceste lepe, pač tako globoka luknja. In seveda še imel je čisto nabit kombi, sprav vse nas noter, pa še za eno višino kombija skoraj predlage na strehi, pa še agregat, ki je tudi blazno težek, tako da je bil kar izziv. Na cesti je pa tudi vse sortič, tako bom rekel. Tam osnovna oprema, tisto, kar mi smatramo za osnovno opremo, je tam ponovati že dodatno, tako komfortno, se pravi. Bremze nisem čustvujo. Obvezna oprema, recimo ta kombi tle, da bomo povedal. Pač luči niso bili neka standardna nujna oprema. Večina avto jih ima, ne pa vsi. Tako, fora je sploh tam, kjer priješ dol z asfalta, je ta tak rdeč blato in kad drž zapade in se ti tu na blato gre v bremze, pač bremze ne primejo več. Tako da jaz sem tudi imel to situacijo, ko smo pol kasneje vozili, ker drž
padel, pač sem pohodil bremzo, pa pač se mi ne sklicalo. Tako da ja, ni to malo nesrečno, ker je pač, tle ali je človek zaspal, ali pa mu bremzo ne dela, no, te dve varianti sta najverjetnejši, no. Tako da, pol ob cesti vidiš zelo zanimive take vasi, vsaka vasica je tako malo specializirana za kakšno stvar, ne. Pač ta konkretno recimo prodaja kipce Marije, ne. Ena naslednja bo prodajala kitare, ena naslednja bo prodajala neke modelčke tovornjakov, ena naslednja bo prodajala košare, to ni, mislim, pač ni to samo ta vas prodaja Marije, recimo, to ni tako, da boš pač ne, čez 5 vasi spet ne Marije, pač tle imaš Marije, če hočeš Marijo, nekaj kupiš. Glavni, se pravi na cesti, kar vidiš, avto je sorazmerno malo, večina ljudi pač si ne more privoščiti avta, tako da na cesti so neki tovornjakov, neki so potem, temu oni rečejo taksi brusi, to so te kombi, ki jih vidite tle na sliki, to v bistvu medkrajevni promet, to so te, glavne so pa Mercedes Sprinteri, noter imajo 24 do 30 sedežev, koliko jih natlačijo, in potem pač ti lahko zakupaš vožnjo, se pravi pač plačaš takrat, ko priješ in ko se napolni, pač gre. Zdaj, če hočeš, da gre prej, pač plačaš za kakšen prazen sedež, da gre prej. No, mi smo sicer imeli svoj kombi, tako da nismo imeli te čudovite izkušnje z javnim prevozom, no. Imaš pa vse sorte, vidiš, no, na teh taksi brusih. Recimo, tale konkretno prevaža žive prašiče, če ste pozorili na vrhu. 3-4 prašiče sem imel. Gor videli smo tudi situacijo, ko je človek v takle kombi v pretlažnih pasu žive prašiče, recimo. To so stvari, ki so tam nekaj običajne. Niso tako presenečeni, če kaj takega doživiš. No, ta prvi kraj, kjer smo se ustavili, je bil Ambratolampi in tle so šli v gospodinjo Shopping, ker to je mesto, kjer proizvajajo ulivajo aluminijaste lonce in pač kar jim je manjkalo od kuhinjske opreme, so šle tle v Shopping, mi smo šli pa tudi malo pogledati ta cajt, tako da ja, tole je Mesnica recimo, tako da smo videli. Tako ima pod tržnico, Madagaskar ima tudi neko železnico, ampak več kot očitno ne obratuje, glede tudi ima tržnico na železnici. In tle smo potem tudi prvič se znašli v tej situaciji, ko smo bili v interakciji z tržnico, smo kupili ene banane, sem se spet dobro potegnil, nam se je še zdaj poceni. Ko smo zvedeli, koliko je normalna cena banan, smo ugotovili, da smo 10-kratnik plačali. Tako da ja, pač, itak nimaš cene gor, tako da ti bomo ceno povej, pa se pač cenkaš, če znaš jezik, pa če si se pripravljen cenkati. Tako da, ja, no, promet je precej kaotičen, tako da večino časa ne moš peljati 80. Ja, pa se počas pokrajina začne malo bolj taka, malo bolj gola, no. Evo še en tak tipičen primer. Kolo je prevozno sredstvo za vse, kar se da pač od tovora do 4 ljudi naenkrat pač to je vse. Kolo je v bistvu tako najbolj dostopno prevozno sredstvo, no, za oni, ki pač ne hodijo peš, imajo kolo. In ja, pač vozijo na zelo različne načine to kolo. Vmes imaš pa v vsaki vasi eno policijsko kontrolo, načeloma zato, da zaradi varnosti, malo tudi zaradi keša. Se pravi, varnost je problem iz vidika, da obstajajo določene oborožene tolpe na Madagaskarju, ki potem pač včasih kakšne vasi nadlegujejo in ropajo in potem pač policija kaj naredi ali pa ne, odvisno, a kaj naredi ali ne. Druga opcija, druga stvar je pa to, da pač ima neke te tudi carine. Zdaj mi kot misijonski kombi smo se temu lahko izognali, ker pač ko vidijo misijonski kombi, sam spustijo naprej, tako da ne rabiš nič plačati. Pa imajo pa tudi tako v enih mestih tudi rikše, no. To se pravi, to je pa v bistvu taksi varianta, tle je tako bolj gorsko mesto, oziroma bolj hribovito, pač tako te cize za dvosed, ki ga pol en človek tako vleče. To je pač tak javni prevoz znotraj mesta, mestni prevoz, recimo, zelo nekaj si lahko prevoščil. No, smo pa proti večeru že prišli precej ven iz bolj tako podeželsko območje, no, tako da
so pa res take, znam pa take male vasice, pa otroci na cesti, ki skozi fehtajo. Kot zanimivost, tam je že plastenka, lahko nekaj prazna plastenka, nekaj, kar je blazno sreča, zato ker je tudi to pač kot material oziroma kot neka surovina, da nekomu prodaš naprej, ki bo pa nekaj za to uporabil. Tako da, če smo tam metali plastenke ven iz avta, so se pa otroci stepali za njih. Mislim, stepali, pač zagrebali. Je pa tako, da približno 300 arijarjev me daje za eno plastenko dobijo, pa za, ko priješ do 1000, imaš obrok za en dan. 1000 stane približno, recimo en obrok, tak dnevni obrok križa. No, naslednji dan, skratka, smo se peljali cel dan, pa še pol noči, smo prišli dol do oceana, v Manakaro, kjer smo pol prespali pri enih nunah in naslednji dan smo se pol v bistvu zbudili v tako čisto drugačno pokrajino, sprav v bistvu bolj tropska, v bistvu bolj toplo, tudi se pravi, da so, tukaj smo ljubljani po prokavih naprej. Tako da, to je pol ta južni del Madagaskarja. Tam okoli 3 popoldne smo pol prišli v Manganjano, ki je oziroma naše prej smo se ustavili v Farafangani, kjer je škofija, tako da je imel Janez ene opravke, mi smo šli še malo po tržnici pogledati. Štefanu so se strgali že papuči v Antananarivu in je pa se odločil, da si bo kupil nove tle na tržnici, kar na prvi pogled ni prav velik izziv, ker pač je polkan štantov, ki prodajajo papuče, ampak noben ni več od 43, ker pač malgaši so opazno manjši in imajo tudi opazno manjše stopala, mislim, tako da pač več kot 43 tam ne kupiš. Tako da, imajo pa vsega in svašta na tržnici, tako da v glavnem kitajsko robo. Je pa tako da ja, pač kar sekamo v Evropejci. Mi smo bili še taka ekipa, ker smo vsi malo večji, zdaj sem bil najmanjši v naši ekipi, tako da stari so bili večji od mene in se pol še tako bolj pozna. Imaš pa na tržnici vse od blaga, plastike do živih živali, pač. Tako, kure prodajajo, recimo žive, purane, take stvari. Da pa pač odneseš živo kuro domov, pa tako imajo ponavno zvezane noge, da ne morajo videti, pa mogoče ki prstrižene peruti. Tako da, evo, to je vse na cesti vidno. No, ko smo prišli do Manganjana, to je zadnje mesto, do kamor pelje asfaltna cesta. Od tam naprej pol kombi ne more več, tako da smo se prestavili v terence, ko jih ima Janez in smo pol v bistvu vse priložiti na terence in potem se čakali še zadnjih 60 km, za kjer smo pa uporabili še 5 ur. Da smo prišli dejansko do našega cilja. Tako da to je v bistvu ta misijonski hkrati prevozno sredstvo in rešilci in vse. Tle smo se pa noter nagužovali še z neparimi domačini in se pa tako po eni taki cesti, ki je sicer formalno rangirana kot cesta prve klase, v realnosti pa slabša od najslabše gozdne ceste, pa nas tako nekaj. Voziti potem se je približno tako kot v kakšni traktorski vleki, ki je že fejst zgonen. In mi smo imeli še to srečo, ker je bilo suho, tako da pač tako razgleda to cesta prve klase. Še vedno pač zdaj je suha, tako da je super, pol, ko se pa drž zapade, pol pa je žurka. No in ko smo prišli dol, je bila že tema, tako da smo v bistvu videli zvezdnato nebo tam in praktično nobenih luči, daleč naokrog, ker je pač, se pravi, Janez Krmel ima na misijonu elektrarno, tako da ima pač on lahko tiste, ima tudi tam luči pa na misijonu, ampak ker takrat ni delala, sploh ni bilo luči, ki je dost. Tako da zvezdnato nebo nas je kar navduševalo, kar se sedaj videti dol. No in ko smo se zjutraj zbudili, smo pa dejansko videli, kam smo prišli. Tako zgleda približno tale misijon. To je v bistvu Janez postavil pred 15 leti, oziroma začel postaviti pred 15 leti in se pač dograjuje. To je, da sem malo predstavljal, ta prva hiša, ki vidite z zelenim polkom, to je v bistvu ta glavna.
Ne, Janez Krmel. Ne, ampak Matevž Strajner, Ja, ki je bil pri Jani mesec. Ja, ti si pa še malo južno. Ja. Ta druga, ta rumena, ta je za goste, tle smo mi spali. Pa v zadnji je pa bolnica. So še kakšne druge slike se videli, tako malo nad tem je cerkev postavljena. Pa kako na hrib, ki je to tako malo na hribčku, pa tudi zbiralnik za vodo. Cerkev so pa spet vse je približno enako. Tako izgleda ta bolnišnični del. V glavnem je to porodnišnica, pa dispanzer za otroke, pa pač malo splošno. Tako da izgleda pol lekarna. So bili navdušeni, ker smo prinesli pač nekaj zdravil dol, tako da so navdušeni sprejeli. No, tako je pa znotraj bolnice en tak pogled. Jaz sem imel priložnost še svojega dovolenčka, no, to je na otroke, pol dneva, neče star. Zanimivost, ko se rodijo, niso črni, ampak radejo šele po par dni. V bistvu je, to je čist novorojenček, no. Ampak ta roka je pa v bistvu z mame, tako da pač se vidi, da ni to pač neka belka rodila. Kuhajo v glavnem v zunji na dvorišču, no, tako da lahko že dopoldne tekom dneva malo vidiš, kaj se kuha. Tako lepo poteka na cel ta. In pa Janez ima tudi tak, on pa nekateri tudi delirič, ne, se pravi, on je postavil to porodnišnico, v bistvu je prvo postavil to porodnišnico, zato ker je ugotovil, da je ogromno bilo smrti, ker pač na porodih. In še vedno jih je veliki smrti na porodih, ker še vedno marsikatera ženska ne pride v porodnišnico, čeprav je tle zastonj, ne, ker pač od nekdaj se je rojeva doma in se pač še naprej. Tako da jih pol spodbuja na tak način, da če pridejo roditi v porodnišnico, ne samo da je zastonj, še dobijo 10 meric riža, tako da imajo pol eno motivacijo, da pridejo v porodnišnico dnevno. Drugo je pa to, da s tem pol zagotovi, da imajo vsaj 10 dni normalno prehrano, kar je pač v bistvu ključno za to, da se postavi ta ritm dojenja pol za otroka. Tako da je tudi iz tega vidika potem to zelo pomembno. To je potem ta gospodinja tlele skrbi za razdeljevanje riža. Prva stvar, ki smo si jo pogledali, je bila v bistvu ta elektrarna. Tako da smo zagnali, ni sicer takoj porodan šlo, no, je še par dni trajalo, da smo dejansko lahko zagnali elektrarno. To je prvi tak challenge, ki niti ni bil toliko zelo naš, ker smo še nekaj drugih zraven, ki so to delali. Tako da, to je bil pol sprejem za dobrodošlico. So nam pripravili torto, tele gospodinje. In pa, mi smo si naštimali štrik za sušenje krila. Niste na zemlji? Ne. Od te točke so v bistvu večina dni bila približno po nekem istem ritmu. Zjutraj smo ostali približno pol 6, da smo pol 15 do 6 imeli jutranjo mašo. Tako je pol tak jutranji pogled, vedno bili tam jutranje milice izpred cerkve. Za nas je bila ta jutranja maša v bistvu tak začetek dneva, pa hkrati je taka duhovna obogatitev. Janez nam je za vsak dan pripravil tudi v bistvu en del pritke v slovenščini, tako da ne malo razložil, kaj se tisti dan bral, da nisem bil tako sam v nekem limbu, ne da bi vedel, kaj se dogaja. Potem je sledil nekak zajtrk, ki ga nismo slikali, ker smo fanti. Tako da pač zajtrk se je, se ne slika. In po zajtrku smo se lotili dela. Delo je bilo zelo različno, odvisno od tega, kaj je bilo pač potrebno, tako da pač se je tisti dan delal, kar se je. V glavnem smo delali v nekih 3 ekipah, ki se bilo 6, tako da 3 dvojice. V glavnem 2 sta v glavnem se ukvarjala z temi popravili 9 strojev, 2 sta na vodovodu v glavnem delala, 2 pa na zobozdravstvenem stolu, tako da se ga malo pokazal, vmes je bilo pa še kup nekih takih manjših zadev. Skratka, tole je bil bagar, ki je bil že let pa pol nevozen, tako da je z tega vidika Janez prosil tega Grega, ki je pač strokovnjak za te bagre, da je prišel dol tole zadevo
porihtati, no? Tako da po par dneh smo bili blazno navdušeni, ko je dejansko nam uspel pa vložgati tole zadevo. Sicer tistega spektakularnega vžiga nismo uspeli posneti, je bilo pa še par spektakularnih zadev, ker smo probali dvigati žlico, je pa razgnali tele cevi od hidravlike, tako smo pa spet posneti. Skratka, to je bil kjer tak, ja. To sta v glavnem Štefan pa Grega sta se s tem obajala, ker sta oba dol iz teh vod, no. Pa še kar je bilo še nekih drugih upravil na misijonskih vozilih, od džipa do traktorja, do pač vsega svašta. Tako da ja, tle vidite že malo tudi gor, tista rumen je čist nov, to je Slovenska vojska donirala let pa pol nazaj. Mislim, čist nov, prenovljen, mislim, da je sicer iz 70-ih avtov, mislim kombi, ampak pač obnovljen, tako da je zdaj v bistvu kot potujoča ambulanta. Tako da je on ta oranženi traktor. Spredi vidite pa otroke, ki so bili totalno navdušeni, ker smo neke cevi razgrnali, so potem oni se podnjeli rok igrali, sami da so lafli okoli teh cevi, ki smo jih sicer pa za vodovodnice. Tako da ja, jaz pa Filip po glavnem se ukvarjali z vodovodnimi. Zadeva mi tam je tako, da ima Janez vrtino, on je pač blazen tehničen človek, tako da si je, on je en redkih tam na Madagaskarju, ki ima vrtino za vodo, ki ima elektrarno in take zadeve, tako da to je v bistvu velik luksus tam. Tako da imamo vrtino in imamo dejansko pa pitno vodo iz pipe, kar je bolj manj edina točka na Madagaskarju, kjer smo kaj tajzga videli, da imaš pitno vodo iz pipe, drugje pač ni pitne vode iz pipe. Tako da je to pol laufa v bistvu tako, da on iz vrtine počrpa s črpalko na hrib, v zbiralnik, pa iz zbiralnika pač po gravitaciji teče dol. S tem, da tle do njegove hiše je bilo napeljan, znotraj njegove hiše je bila napeljana tako slabo, da smo jo pač zamenjali. Pa smo pa še naprej do te druge hiše napeljevali, pa še po bolnici smo ali dodatno napeljali ali pa zamenjali, ker je bila tako slaba, da ni šlo drugač. Zdaj, marsikdo se je sprašal tudi, zakaj tega ne bi znali na načini delati. Tudi mi smo se malo sprašvali, ampak smo tudi, da v bistvu pač tega znanja zaenkrat še tismo koncu praktično ni zadobiti. In je tudi, glede na to, kar so naredili nekateri načini, pač smo videli, da je tudi zelo tak, pač je bilo zelo praktično treba zamenjati. No. Tako smo pa enega tega uslužbenca misiona naučili, tako da upamo, da bo še kaj naprej narediti tisto, kar mi nismo uspeli. Tako da, to smo se v bistvu, kakor se reče, da je najprej Bog sebi pravda naredil, smo mi najprej sebi tuš napeljali. Tako da, to so naše kopalnice. Na koncu smo še toplo vodo naredili, tako da to je vse zbiralnik za toplo vodo. Sicer sam čez dan topla teče, no pa se sledi nazaj. Ker je Janez rekel, da bi rabil toplo vodo tudi zato, ker pridejo kakšne zdravnice dol v bolnico pomagati, pa imajo vsaj tako, ja, toplo vodo za tuš. Tako da, vse, kar smo delali, je bilo ena velika improvizacija. Prvič, ker smo imeli premalo opreme, ker pač nismo vseh stvari premislili naprej in pa imaš pač sami en štafen cigar, pa sami ene kombirke. Rabiš jih pa na 3 deloviščih, ali pa samo en baterijski vrtalnik in pol ful nekaj časa zgubiš, ker hodiš po celo misijon, pa drugi ekipi kradeš opremo, oziroma sposojaš. En kup stvari pač ni, ali pa ne pašijo skupaj, pa nekaj, pa pač nekaj improviziraš. Zato, ker tam je tako, da ta najbližja tehnična trgovina je 7 ur vožnje, pač oddaljena, pri čemer je tehnična trgovina zelo radodaren izraz za tisto garažo, ki je dejansko tam. Tako da, evo, to je pa zelo zdravstveni stavk, pa tudi ni delo že ne 2 leti, ker se pač vez je bil neki skurjen, nekaj je bilo tudi voda prišla zraven, neke podgane se zgrizle. Tako da, tle smo v bistvu dobili že od enega iz Slovenije, ki je dal narediti veze konkretno prav za ta stav, da smo pa v bistvu
te stvari porihtali. Je pa vmes že zelo klavrno. Na koncu smo bili pa blazen srečni, ko je v bistvu, ko smo to uspeli spet spraviti nazaj v delujoče stanje, dejansko delujoče, da smo pa bili totalno navdušeni zadnji dan, ko je ratal. Mislim, je že prej ratal večji del, ampak čisto vse je pa še zadnji dan delal, tako da je bilo kar veselje. Pa vmes še ene par takih raznih manjših detajlov, tega smo še koš popravili. Sploh, ko smo enkrat bager pobrali, je bilo marsikaj možno narediti, recimo, pa smo Marijo lahko v Turen spravili, da je imel prostor v Turnu, ker je bil prazen, da je ena Marija čakala, da smo pa lahko z bagerom gor dvignili. Tako da, to je bil nekako pač, to so bile neke take zadeve, ki smo jih delali. No. Zdaj, pol nekje pol enih sledilo kosilo, tega tudi nismo prav veliko slikali. Je pa tako, da oni imajo pri kosilu, je njihov glavni obrok je riž. Zdaj, mi smo jedli ful boljško, kar običajni magaši, ker če bi jedli puno prehrano, ker običajni magaši jejo, bi vsi po enem tednu bili po moje him. Stvar je v tem, tudi Janez je rekel, no, da on v bistvu, ko gre kdaj za 10 dni, recimo peš tudi najbolj oddaljenih podruženc, pač takrat je njihovo hrano in čeprav ima že 34 let na Madagaskarju, pač po 10 dneh tudi on shira, če sam njihovo hrano je. Zakaj? Ker za njih je v bistvu lahko glavni obrok pač samo bel riž, tako kot ga tle vidite ta v skledi, bel riž, pač malo soljen. Če imaš res smolo, da si festival tudi soljen mogoče, ne? Če imaš malo več sreče, mogoče imaš eno šeflo fižola, če se recimo. To je en tak klasičen dnevni obrok, recimo ne dvakrat na dan to je. In to je to. Ne. Za večino ljudi je to to. Praktično skoraj ne je, mislim, večina ljudi ne je dosti drugega. Ne. Zelenjava je v bistvu luksus, meso je sploh luksus. Tako da res je, in riž je za njih v bistvu tako, kot za nas kruh. Ful je bilo zanimivo tudi to, da v bistvu oni so toliko na ta riž navajeni, da recimo, ker je bil tam en domačin, ki je hodil s puncami okoli, tudi njihov vodnik takrat, ko so, ne. In potem je en dan malo kasneje prišel na zajtrk in smo mi že ves kruh, ko smo ga imeli pojedli, ne. Pa je bilo nam totalno bed, ne, ker on pač ni dobil kruha, ko smo ga mi že pojedli, ampak je dobil riž, ne. Pa nam Janez razložil, da v bistvu je njemu boljš, če dobi riž, kot če dobi kruh, ker je pač bolj navajen, tako kot je njemu boljš dobi kruh, kot riž, ne. Ker pač za nas kruh ta osnovna prehrana. Tako da, pač oni res ta riž cel cajt, no. Zdaj, kar smo mi jedli poleg tega, pač tudi smo imeli riž v bistvu vsak obrok, zdraven. Smo pa običajno imeli tudi pač meso, pa zelenjavo, ker na misijonskem dvorišču uspe tale gospodinja marsikaj predelati. Ker je pač, to je tudi ena taka stvar, marsikaj se njih da naučiti, ampak pri kmetijstvu je najtežje, ker kmetovali so oni že od nekdaj in pač še naprej delajo tako, kot se delali. To je bila tudi za nas ena taka velika bolečina včasih, ko vidiš, da so vse spremembe, ki se dogajajo blazno počasno. Recimo, tam pač v kopalnici, seveda po prejšnjem je imel pač Janez sod vode in vsak večer so pač ženske prinesle v vedrih vodo, da so napolnile tisti sod. Ne. Pa smo mi napeljali vodovod, ne, v kopalnico noter in ni bilo več treba v vedrih nositi soda, ampak pač še zmeri so vsak večer prinesle v vedrih vodo s sodi, ne. Pa smo imeli recimo, to je bilo tako smešen, do kuhne smo imeli že prej napeljali vodovod, ne pa od toka, ne. Tako da pač v kuhni smo imeli pipo, ampak pa smo imeli škaf spodi, oziroma škaf smo imeli že v koritu in pa so sam tisti škaf nosili, ne. Pa smo napeljali od tok, ampak pa še zmeri, dokler smo bili tam, pač so še zmeri imeli škaf v koritu, mislim škaf fizično ven odnesel, ne. To je bilo za nas en tak pač nekaj nepojmljivega, ampak vse spremembe gre tam zelo počas. In tako je tudi pri kmetijstvu v bistvu najtežje karkoli novega naučiti, ker pač kmetovati oni znajo, zdaj druge stvari jih je lažje naučiti. Tako da, en tak, ja, tak vidik. Tako da pač, ja, ta gospodinja od Janeza, njo je marsikaj naučil, ima zato pač zelo dobro obrodinjen vrt, ampak pač večina ostalih ljudi pa nima na tak način urejene stvari, ker pač niso navajeni tako delati in jih je pač težko naučiti. Tako da ja, veliko zelenjave, mi smo tudi, da je pašto, krompir, maniok. Maniok je tudi tak njihov tipičen
stvar prehrane, se pravi, to je en tak velik gomolj, ki ima okus približen neka mešanica med krompirjem pa kostanjem, recimo, tako, za en tak otis. Zdaj, v letos je bilo sploh posebej za njih neugodno leto na južnem delu Madagaskarja, ker so imeli 2 ciklona, tako da so ogromen škode imeli, no, iz tega na ta račun. Kaj se jim je zgodilo? Riževa polja so se jim zapolnila z blatom, manjok se jim je pa polomil, ne? Ker problem manjoka je, da to raste tako kot gomol v zemlji, pa eno steblo ven, če tisto steblo se odlomi, pol zgnije tudi gomol in traja na pol leta, da zraste pač normalno velik. In potem pri njih funkcionira prehrana tako, da so v glavnem samo oskrbni, kakor so, kar pomeni, da za 3-4 mesece pridelajo riž in pol pač jejo 3-4 mesece riž, pol za 3-4 mesece pridelajo manjok in pol jejo pač dejansko manjok. To ni tako ono, ko smo mi navajeni, dan riž, dan manjok, ne, pač 3 mesece riž, pa pol 3 mesece manjok. In potem je pa naprej tako odvisno, koliko je bila dobra letina, oziroma pa so še recimo en sadež, ki se reče kruhovc, ki ima tudi tak krompirjast sadež, recimo pa na drevesu raste, pa še kar pol raste tako, sadja zelenjave, ne, banane recimo, ali pa kakšni ananasi, kakšne take stvari, ki rastejo dol, in potem za zadnje 3 mesece je odvisno, koliko je bila dobra letina, lahko je nič, lahko je malo, lahko si mora sposoditi, pa upajo, da bo drug let boljša letina, tako da je včasih kar zelo taka težka situacija, no, že kar se prehrane tiče, in zdaj, ker pa letos, pa sploh, oziroma lani, ker je pa pol se še cel sistem podaril, ker je ta ciklon in pač manjok farderbo, pa riž zmanjšal, smo imeli polno sploh težave, tako da je bilo zanimivo, da praktično so, skoraj ni bilo za dobiti banan, recimo v okolici, ker so vse že zelene pojedali, ker pač so bili to plačne. Najbolj žalostno je pa to, ker če pa res nimajo nič za jest, pa se pa lotijo ene rastline, ker pa v bistvu toliko kalorično neučinkovita, da se jim pa začnejo tekati s kolena, pa kolki, pa komocija, in so v bistvu ful nezdrava zadeva, ampak pač smo vprašali Jana, če oni vejo, da se bo to zgodilo, pač zakaj pa vse to jejo, ne? Je rekel, da pač njihov pregovor boljše umreti jutri kot danes. Je pa res to, no, on je zelo ta nek vidik časovne komponente pa razmišljanja naprej in predvsem onakamo. Zdaj, zakaj več teorij, Pedro Opeka je zelo lepo rekel, ko smo ga to vprašali, da pač, ko si enkrat ti lačen, pa neš, kaj boš danes jedel, pač ful ne razmišljaš o nekih globokih vprašanjih ali pa o neki daljni prihodnosti. Tako da popoldne po kosilu smo imeli ponavljati eno kratko siesto, pa še eno popoldansko rundo dela, pa začer malo kakšne košarke, sprehodov, slikanja zvest in tako naprej. Kakšen dan smo šli do reke. Blazno smo bili srečni, ko nam je Janez po par dneh zaupal, da smo lahko terence vozili. Tako da to je bilo ena taka zadeva, ki smo blazno uživali, pa smo na rekah, pol ure stran, tako da smo se malo šli kopati kdaj. Zdaj, je treba biti pri kopanju precej pazljiv, ker so v rekah tudi krokodili, sicer v zimskem času načeloma mirujejo, ampak moraš vedeti, kje jih ni, tako da pač Janez nam pokazal, kje jih ne bi bilo. Nismo nobenega videli, tako da smo vsi varno prišli domov, tako pa kakšen večerni pogled še smo se malo igrali. Nedelje so bile drugačne, znamo od ponedeljka do petka oziroma časno sobote smo delali, pol nedelje smo je pa Maša dopoldne, tako da tle tako zgleda notranjost te cerkve, kaj so napolni. To je prva nedelja, da se Janez predstavil. 3 stvari, ki jih blazno zanimajo od človekov, so kako ti je ime, kaj počneš in koliko imaš bratov in sester, oziroma koliko imaš otrok, pač, če imaš otroke. To so 3 točke, ki jih poveš, ki se predstaviš. No, po Maši smo pa bili glavne atrakcije, ki smo prinesli bombone, tako da so otroci grebali za bombone in seveda popoldne potem malo še druženja ali pa animiranja. Ker tale oratorijska ekipa
že 16 let hodi vsako leto dol. Otroci na misionu poznajo vse slovenske banse. In to v nulo poznajo vse slovenske banse, to, da ti pride ona mala punčka, 5-letna, in ti reče, pa prebalim to banano. Recimo, banana je najbolj taka, ali pa pač, mislim tako, vse te banse poznajo. In jih znajo tako v nulo, da pač, kada bi bile tle domači, mislim, kada bi bile Slovenke, kada banse ti razlagajo, pač, imaš celo banano, ali pa celo gremo na lovo, ali pa losa, ali pa naprej. Tako da, veliko veselje. Evo, to smo pa praznovali na rojsten dan, nekje smo imeli tudi torta. Zdaj, zraven bolnice je tak, to je bilo blazno zanimivo, ne? Ena stavba, ki zgleda kot ena štala, se pravi tako ena taki boksi prazni. To je v bistvu za svojce, prostor za svojce bolnikov, ne? Ker na Madagaskarju v bistvu ti, če se zboliš, da to ne grabiš kot bolnico, ne greš samo v bolnico, ampak gre cela familija s tamo v bolnico, ker nekako je žaljivo, kako bi rekel, je nespoštljivo v njihovi kulturi, če si svojc, da ne greš z njim v bolnico. Kakor češ, da mu privoščiš, ne, da je bolan. In potem je tam vedno bilo en kup enih ljudi, ki so v bistvu cel dan niso imeli nič delati, ker pač razen tiste 2 obroka skuhati. Ampak so bili tam, ker pač je bil en njihov svojc v bolnici. No, tako da tako lepo izgledajo te boksi. No. Ker pač beton pa nič noter. No, to je v bistvu še meri več, kot je večina njihovih hiš sicer, kot je lahko videti. Tako da so pa tako skozi ena množica ljudi okoli bolnice. Evo, to je, tako se riž tere, ko imaš ti riž, pa ga moč najprej tako natreti, da se olušči. Ta proces poteka na dvorišču, tako da moraš biti previden pri kosilu, da ne grizeš z preveliko vnemo, ker če ne se kakšen kamenček znajde vmes, pa gre kakšen zob, pa zobozdravstvene storitve na Madagaskarju pretežno vključujejo puljenje zob. Zdaj, vidiš dol vse sorte, no, tako tudi, to smo nekaj malo presenečeni, no, da dejansko hodijo ljudje tudi v tako razcepanih oblikah, kakor telefon, ni tako in ful izjemno. Pač tam dejansko imajo obleko, ki imajo in jo znosijo pač dokler je še kaj skupaj. Največji hit so bile oratorijske majice, ki so jih par let nazaj dali prinesli, tako da pol misiona še imeli. Jaz mislim, da so bili prej na sliki v meni oratorijske majice, mogoče se še kaj videli. Prej sem že malo govoril o prehrani, tako zgleda riž. To je v bistvu eno steblo riža, potem tle rastejo ta zrna ven. Riževo polje, ta je še dosti mletno. Tako zgleda ananas. Če še niste nikoli videli ananas, dejansko zraste tako taka rastlina in potem to en ananas zraste in potem lahko odrežeš vrh in ga posadiš in je spet malo rastlina in spet en ananas. Tako da so pol banane, kakor smo jih še uspeli kje videti. Te so še zelene, pa kokose. Kdo kaj je to? To je pa glavni izvozni artikel Madagaskarja. Kjer je stvar? Ne, klinčki so. Klinčki, tako je rastejo na drevesih, pa jih posušijo rade v črni, no, to ste jih bolj navajeni v črnih, pa te so še malo, mladi so še kaj, niso še zaobljati. To so klinčki. Eno nedeljo smo se odpravili z Janezom do ene podružnice, Batanato, ki je približno še 4 ure vožnje, po približno taki cesti, kot smo že prej razlagali. Dejansko tako pod hribi, zadnja vas pod hribi. Glih tako cerkev, samo da še nima turna, identično, tako da smo nas pričakali, pa smo najprej mašo. Po maši smo se pa podali pol v vas, tako veš čez vodo v vas in vas gleda pa tako, to je tipična južno-magaška vasica. Zdaj, teh hiš je ogromno tako in pa jih je to približno 4000 prebivalcev, recimo, in taki vasi v takih hiškah.
v celi vasi imajo 2 motorja, pa neki koles, pa nobenega, recimo, tako za predstavo. Elektrike je toliko, ker pač imajo nepar sončnih celic, kakšne te bolj premožne hiše. Zdaj, motor ima župan pa zdravnik, ti da ima ta motor, vsi ostali pač s kolesom ali peš. Tako da so pa take hiške, no. In tako smo pa bili na kosilu pri predsedniku ŽPS-ja. To je taka tudi zanimiva izkušnja, no. Recimo tak malgaški slovesen obrok, ne, pač riž, pa kura kurja župa, pač za kuro noter, ne. In bolj, ker je bila tako ta kura bolj ali manj cela, ne, noben si ni upal vzeti cel kos ali kakorkoli, ne. Pa ugotovi gostitelj, da je to tako, ne, prime pač z roko to na lom, pa vrže nazaj noter. Tako da, mogoče še to, oni bolj za pijačo zraven kosila pijejo pa riževo vodo. Riževa voda je pa tako, da kad ti skuhaš riž, ga pol v bistvu odliješ, pa streseš v eno drugo posodo, pa po tej posodi od riža v bistvu še enkrat tako zavreš vodo, pa tako malo pržgeš, v smislu, tako ima tak uspor, dobiš. V začetku, ko prideš dol, ti v bistvu ni dobro, ampak se dosti hitro navadiš. Sploh, če si pa takole izven, recimo, neke civilizacije, se pravi, izven Janezovega misijona, je pa to v bistvu najbolj zihra varianta za pit, ker je prekuhan in če to piješ, pač po načelu najvredno. Tako da, če boš kaj drugega pil, ne vem, nisem probal, no, ampak pač. Smo pa pot malo razkužili potem. Pa se je začela šola 5. septembra, to je tak zanimiv dogodek, ne, ko se začne šola prvi dan, je prišla ta hčerka od gospodinje, ki živi v isti bajti na misijonu, je 2. razred in pride v 8. gre v šolo, v 10. pride nazaj. Smo tako, kaj, nimaš več šole? Ja, ne, danes še skoraj nobenega ni bilo, ker je prvi šolski dan, ker oni pač ne uporabljajo koledarja in se še ni razširila informacija do vseh pač v okolici, da se je začela šola. Tako da prvi teden je bila šola bolj tako. No, pa tudi sicer je glede šole tako, da pač kadarkoli greš po cesti, vedno vidiš otroke v teh šolskih uniformah. No, to so te rjave, te so javne, za javne šole so te rjave, no, zdaj zasebne imam ponad kakšne modre. Ampak največ je teh rjavih in kadarkoli, pač, ko se peleš po cesti, ob 8 zjutraj, ob 9, 10, 11, 12, 1, kadarkoli vedno je polna cesta otrok v šolskih uniformah. Zdaj, šole so tam 3 tipov. En tip je javna, en tip je zasebna, ta tretji tip je pa kamašova, ne. Se pravi, javne so brezplačne, ampak zelo nizke kvalitete, se pravi, glavno to pomeni, da je slab nadzor, kar pomeni, da učitelj pač lahko pride v šolo ali pa ne pride v šolo. V bistvu, večji problem, ker to, da otroci špricajo pouk, je to, da učitelji špricajo pouk. Pač, lahko učitelj pride v šolo pa razlaga snov, lahko pa pelje otroke, da mu obdelajo riževo polje. Ali pa zložijo delo. Ali pa kaj tazga. Tako da je ta nivo šole v javnih šolah sorazmerno slab. Zasebne so drage in si jih pač večina običajnih malgaš ne more privoščiti, tako da najboljša alternativa so v resnici kamašola, kjer imajo izjemno socialno šolnino. Tako, na lepi ravni se reče, da je šolnina pol petelin, oziroma 5 evrov. Pač po njihovi valuti. Že to je za marsikoga lahko rezivno, tako da pač, ker je denarnega toka blazno malo, ker se to trgujejo glavno na podeželju bolj z dobrinami. Tako da, ja, no, kar se šole tiče, je lahko kar rezivno. Tole je Janezova šola, oziroma tole je licej. Oni imajo 3-stopenjsko šolo, francoski model, najprej vrtec, potem osnovna šola 5 let, nižja gimnazija 4 leta in pol licej 3 leta. Tako da to je zdaj ta nov licej, ki so ga postavili pred kratkim, tle na levi strani gradijo še dodatno. V vrtcu pa v osnovni šoli se ima šola trud zagotavljati eno obrok riža na dan za otroke, tako da ne rabe pol hoditi vmes domov. Tako da, to smo jih ujedli v kosilo en dan.
z navdušenjem. In kar imajo te obrok, pač je bel riž, pa ena šefa fižola česna. To je luksus. Ja, tako pa izgleda osnovna šola, od akamašoje, ki so zidane, ostali so pač tak standard. Ja. In zdaj, enega zadnjih dni smo se pol podali še na en izlet, Slapol v bližini, smo je kap. Zbrali smo si edini zares deževen dan, slučajno pač. Od vseh dni, ko skoraj ni noben dan padel dež, smo si za izlet zbrali un dan, ko je cel dan dežval. Tako da smo potem tudi doživeli malo tega. Zdaj, mi smo bili tam še ni bil v sušnem obdobju, tako da pač so bile ceste še zmeri so razmerno ok, čeprav je cel dan padel dež. Zdaj, raje nismo razmišljali, kako je februarja, ko pač en mesec okoli so padel dež. Tako zgleda pa na cesti, vmes je šofer vsake to šel pogledati, kako globoko je luknja, zato da je vedel, lahko gremo česa, ne. To dela, to je šofer tlele in on je tle preverjal, kako globoko je luknja. Če je do kolena, pa malo čez kolena polo greš, če res ne več. No, ko smo prišli do konca ceste, je pol še 3 ure peš in tam iz vasi so se nas prilepili pol ena čelica otrok, ker nas je cel cajt spremljala do Slapol. Tako da smo se pol še malo podali takole čez takole džunglo. Zdaj, mi smo pa šli od mesta 60 km do misijona, pa pol še 40 do konca ceste, potem smo že 2 uri peš od konca ceste hodili in pol smo srečali tele 3 fante, ker če ste pozorni, ta prvo nos baterijo, ta drugi zvočnik, ta tretji pa pivo. Zvočnik je na Madagaskarju tak statusni simbol, tudi ko pri nas avto, kupaš BMW, da se pokažeš, pač tam moraš kupiti avta, ker je predrag za večino ljudi in pol, če si tudi si nimaš kje voziti, in potem kje se pokažeš se tudi, da kupaš zvočnik, ker to se sliši. In potem, ko ima zvočnik v vasi, je to največji car. In tako da tle, to so bili res presenečeni, ko vidiš pač sredi džungle človek nosi zvočnik. No, tako pa hodiš malo čez reko vsake tok in prideš na tehle Slapol. So kar taki srednji česar, taka totalna lušna zadeva. Tako da, to smo pa nekaj. Koliko ima vode temperature? Vode, kako bi rekli, 16, 17. Je še kopati? Ja, tako, mislim, je toplejka Soča, recimo, no. Mi se dan, mi bi po moje se kopali, oziroma vsi smo se kopali v reki, pač po miži dol, tle bi se tudi verjetno, če ne bi glih pač toliko scali cel dan, da smo bili bili že celi mokri, pa nismo malo videli glih pojenta o tem, da bi se šli še kopali. Tako da ja, načeloma pa se kopalo. No in pol na koncu smo malo potali spet sladkarije v njim otrokom, ko so nas spremljali, tako da. Evo, to je bila zadnja nedelja, smo se malo prišli posloviti pol od skupnosti in pol se nam pripravila še en tak šov svojih nekih plesov, tako da so se še oni malo pokazali. In pol za nagrado seveda so dobili križ pa križok, zagotovljeno brok, kar ni nujno, da bi ga vsi cel dan imeli. No, in pol smo se mogli posloviti, ker čeprav se nismo mogli kaj dosti pogovarjati, vse, kar smo se pogovarjali, smo se v bistvu prek Janeza, ki je pač znal slovensko in malgaško. Je bilo kar čustveno slovo, no. Prej sem omenil oratorijske majice, to so te rumene, od 2018 oratorija, 2019, to je pač 3/4 otrok, pa še pol odraslih nos te majice večino časa. Ali pa v nedelo, ki se zrihtajo. In potem smo se odpravili nazaj, spet po klasični poti, najprej s terencem do Varnedžana, pa s Kombi in naprej. Mi smo se ustavili v Manakari na Indijskem oceanu, tako da smo se malo vrgli v 2-metrske valove. Je pa treba kar pazljiv tam spet, ker pač tam ti reče, da dokler dosežeš dno, greš lahko noter, pa naprej pa ne, ker ti lahko to podnese. In je toliko močen to, da te bo odnesel v Indonezijo, recimo, Avstralijo. Tam je pač ocean naprej.
naprej, ni nič prodaja. Kaj en od nas šel malo dalj, to da ni več dosegel, da se takoj prišli z plaže kunce piti, da ne nazaj, da je nevarno. No, na sred pol poti smo se ostali še v enem pragozdu, no, tako da smo še malo... Dejansko gozda na Madagaskarju skoraj ni več, pač tam, kjer je v nacionalnih parkih, da se ga v glavnem posekali, požgali. Njihov princip kmetovanja je pač, se pravi, v dolini imaš riževo polje, tako ti ga voda namaka, po bregu pa manjok, ne. In to pomeni, da pač požgeš breg, posadiš manjok, 1-2-3 leta pač nekaj raste, pa se strož zemlja, počakaš, da se malo zaraste, požgeš ta cajten drug breg, in to pol ciklaš. Tako da je pač cela pokrajina precej gola in pač tudi ta deforestacija je kar problematična, ampak pač to oni tako delajo od nekdaj, ali pač odkadar se pomnejo in to jih je težko karkoli sprobarati. Mimogrede, to je, temu se reče praprot, kar v tem sliki so to je dejansko praprot, ki je velika 5-6 metrov, to je take pahlačaste oblike, dežnikaste. Tole je kameleon, ki so tudi začetni za Madagaskar, tega smislu, se pa vidi, da je pač srednje malo, da je barvi kot stelo, na kjer ne, ga sploh vidite. Ali poznate te kameleone. No, kar je pa taka značilnost Madagaskarja, so pa lemurji. Tudi teh ne vidiš kar tako, ker pač, če bi bili tako v naravi prosto, jih pač pojejo, ne. Tako da pač v naravnem parku jih samo še vidiš lahko v živalskem vrtu. Tako da, tle naravni park smo jih lahko nekaj videli, ne. Tako da. Je pa zanimivo, da se zdaj nekako so to domačeni v naravnem parku za turiste, ampak tako, zelo več se nas niso kaj dosti bavili, tako, ko smo prišli kaj blizu. Je pa to zelo zanimivo, to prideš v naravni park in pol na Jana Žuriča, ki se dejansko prije. Tako en hod s tabo in ti kaže, oziroma kaže, če ga kaj vprašaš, ti pove, če več vprašaš, nič ne pove. Pa dva pa hodita okoli, pa iščeta, kje so kakšni lemurji, pa pokličeta unga in pa te tja pele, kje bi se hum najde, no. Zato je pol, kar še ga vidiš, no. In se ti pol tako, da tudi za kakšno fotko ne nastavi. No, to je pa geko, ampak ta je tudi tak kamuflažen, tako da zgleda kot en tak list. Na sredini direktno se vidi slike, boste videli maglavno, oči. Ampak je toliko kamuflažen, da ga skoraj ne može videti, če ti je ne pokaže. Evo, na poti nazaj se pol ostaviš še kakšni taki. V enem mestu spet malo pač lesene kipce delajo in to je tako eno mesto na celem otoku, pač tam malo dobiš lesene kipce. So za naše razmere res smešno poceni, tako da smo cele žake jih vam odnesli. Enega sem še dolžen, sem se ga pozabil dan s sabo, tako da je kot reč pa jaz. Župni hidravle. In potem smo prišli nazaj v Antonarivo, za nazaj smo sami vozili, tako da smo videli to, ker je šofer je šel že vmes nazaj. Tako da po ne 2 urah vožnje, po 2-3 urah vožnje si čist crkne. Ko moraš pač skozi gledati, kje so lukne, skozi bremzati. Pa mi smo imeli še prazne kombi za razliko od njihovega šoferja, ki me pomni. Tako da to je pa nazaj v Antonarivo, šli pa še malo po mestu. Evo, tako je tak vtis ima, ko gledamo še glavno mesto. Blizu. Ja, vozni park je približno tak nekje s konca Jugoslavije. V glavnem. Ja, to je železniška postaja, te glavno. To je pa Kraljičina palača. Tle smo šli tudi noter, si malo pogledati, to je smešen, kaj ti prodajo, da veš, na ogled. Noter pa ima tako 3 sobe, kjer imajo par slik in potem priješ tako ven in misliš, aha, še nekaj naprej in pa ti bojo po 15 minutah, to je to. Tako da tudi, na tem turističnem delu smo bili kar malo razočarani, da smo pričakovali malo več, ker smo imeli ta stik z ljudmi, s temi domačini, ki so pač res prijazni, res smo se dobro pokonektali na tem, ker si pa enkrat na turističnem delu v taki državi, pa pač
nisi več človek zares, ampak si pač hodeča vreča denarja, ki je pač treba čim bolj pametno olupiti. No, tako da, včasih smo res en tak vtis, no, da pač, je to bolj tako malo provizorično, tudi, da jim nekaj plačaš in je to. Pa smo vprašali tam vodiča, ki nas je pel v onih 3 sobah za eno sliko, približno z katerega časa to je, pa reče, ja, a ne vidite, da je ful stara, se je črno-bela. Tako nekako je ta nivo. No, tako da to je pol še ta kraljeva palača zaprta, tle noter ima vlada svoj sedež, tako je pa razgled dol iz tega hriba, kjer so te palače. No. Tako da, je kar veliko mesto. In pa še živalski vrt imajo tudi, tako da smo še videli nekaj vrst lemujev, ki jih nismo sicer v naravi mogli videti. Tako da, to je ta najbolj znan, ker bi mogoče z levih tralje poznate. Pa še en kameleon, recimo. Ful je smešen, ki prije še ta živalski vrt in to je tako, to imaš v terariji, ampak tako razpokano šipo, tako da bi lahko pač, če bi kača, da se znajdla, bi lahko mogoče ven šla. Tako da ja, pač še par jih je že praznih terarijev. Ampak ja, pač tako to funkcionira to, ne. Ja, to je še tak malo razgled iz živalskega vrta. Ja, tako imaš pa ringleški v živalskem vrtu, višek tehnike, operater spleza gor po lojtrci, pa se obez gor, dol in se tako zavrti po ta ringleški. Pa spet spleza gor in se obez dol. To imaš pol tako, ta vrtiljak. Za plastenke se še zmeri grebejo. In bolj za zaključek sem pa še malo naučil, da so še malo biznisa naredili, da sem pa še intervju s Pedrom Opekom. Je že objavljen, če vas zanima, da lahko gledate na domovini. Je bil pa meni kar en tak highlight, da sem imel to priložnost, da smo se tako pogovarjali. Ja, to je to. Če me to še kakšno vprašanje. Če ima kdo kak robček, se tudi nam brani. Zelo malo. Skratka, ja, kar se tiče prebavnih težav in tega, smo bili kar dobro pripravljeni. Imeli smo s sabo 4 litre šnapsa in smo načeloma skoraj vsak večer smo en štamparli šnapsa za razkuževanje popili in dejansko noben ni kakšnih večjih, mogoče kakšen dan. Če imel kdo kakšen dan težave, tako za en dan, mogoče. Ful je bilo zanimivo, ker smo se pripravljali, moja mama je zdravnica in so šla bolj malo tako, če se znam, kje zdravila je bilo pametno imeti. Tako rabite kaj za zaprtost, sem do ne zihamo ful driska, v koncu bi bolj rabili za zaprtost, včasih kar za drisko, no. Dejansko noben ni imel tako kakšne dolgotrajne težave. Kakšen dan že ima kot driska, še nekaj več pa. Nič tako, nič resnega. Tako tudi noben v bistvu, če je kdo bil za kakšen dan, jaz sem en dan imel po mojem malo neko angino ali nekaj tazga, ko me boli, sem en dan odležal recimo. Večinoma pa niti to. Nič ni bilo po kakšnih večjih zdravstvenih težav, tako da vsa zdravila, ki smo jih dol prinesli, smo jih tudi dol pustili. Vodna zajetja imajo, ne vem, to ne ima točno takih potegnejo dol, voda se v mestu dol, bolj v nižjih predeljih celo vodovod, tudi funkcionira. Zdaj, kar se vode tiče, kadar nismo bili dol na misijonu, kjer je pač ta vrtina, ki smo jih zaupali, smo pili izključno ustekleničeno. Tle se nismo upali karkoli riskirati, no.
Mislim, ali to, še nekaj smo tudi pač na Coca-Cola, tudi, ker da deluje kar učinkovito za prebavljeno. Smo mešanico Coca-Cola pa šnopsa, smo nuca za to, da nismo, pa kakšni linik se včasih prenetima. Je kakšna nevarnost kakšnih drugih bolezni, malarija? Ja, malarija je. Malarija je v južnem delu pač prisotna, tako da v bistvu mi smo jedan antimalarike, ne, se pravi, če greš v tropski pas za krajši čas, se pravi, manj kot pol leta recimo, načeloma pač jemlješ antimalarike. Če jemlješ antimalarike, običajno ne zboliš za malarijo, če pa že bi imel dosti blažji potek. Zdaj, unika so dol, pač ne jemljajo antimalariko konstantno. Janez je recimo rekel, da on običajno enkrat na leto za malarijo zboli in pač takrat, ko dobi malarijo, pač požrejo zdravila za to, da pač uniči malarijo. Zdaj, unika smo bili dol en mesec, pač če bi fasal malarijo, bi pa en mesec v ležečem položaju, tako da pa jemlješ antimalarike, pa tako da imaš neke dve možnosti. Mi smo imeli ta dražje, da ne bi imeli nekih večjih stranskih učinkov, je pa res, da za en mesec te to pride na 130 €, tako da ni glih čez pocen. Je pa tako, da alternativa, pa ima še dve alternativi, ki sta malo cenejši. Ena ima bojda stranske učinke halucinacije, ena pa zmanjšanje delovanja pigmenta na koži, tako da te pa sonce opeče. Tako da pa smo bili tako, pač, da malo več. Tako da antimalariki so obvezni, pa za hepatitis smo se cepali tisto, kar kdo še ni bil, pač tudi ta drugih, ne vem kaj. Mislim, da BESI že v Sloveniji redno, mislim, da smo se pa že še prej. Dengue nimajo. Kaj? Dengue nimajo. Ne, nekih drugih bolezni načeloma takih, mislim, da bi bilo za nas nevarno, ne, se pač imajo te vse sort bolezni, imajo tudi ene take, ti smo bili presenečeni, da meni od nas ni dobil, no smo se, imajo neke take zvedavce, ki se tudi pod nohte zažrejo, no. Spravam, nismo ga noben od nas ga ni dobil, tako da smo bili kar srečni, ampak je tudi res, da mi smo pač v glavnem, nismo hodili kaj bosi okoli, pa to pa pač punce, ki hodijo po teh oratorijskih upravah, hodijo še bolj po kakšnih takih vasicah, ker tisto glavnem, tam, ki so prašiči, je tega več in pa pač v njih vseh to hitro dobiš. No, za te prijavne zoni to veliko te možnosti to dobiti, tako da ni noben nas to pasel, ampak pač je pa možno. Zdaj, drugo pa nekih, če se kopaš v reki, imaš nevarnost krokodilov, če ne veš, kje se kopati. Drugih nekih večjih divjih živali pa načeloma nima, tako da v bistvu bi lahko spal na prostem, če bi jih hotel, nekako zaradi kakšnih teh tolp roparskih ni. Kaj pa komarji? Komarji pa so, Zdaj po zimi jih je manj, tako da pač kaj suho pa hladnejše obdobje jih je bilo manj, tako da nekih je še ne bilo. Ful je dobro, če imaš gekote v sobi, kaj jih imaš skoraj vsaki sobi, ki poti komarje žerejo. Drugače imaš pa... Ne, mene bo vedno skaj, da mi pride v poslo. A geko ne, čelo sem po stenah. Ne, drugače imaš pa na poslah imaš pa mreženo, tako da v principu je kar dober feeling, ker si unem, če ti že kakšen komar prepreči okoli, si pa tako haha, ne, pa ne. Tako da niso li pa ful tako pretirano popikanje tam po večeru. Mene pa zanima, če so ti ljudi zaradi lakote včasih tako upani, da je nekaj krve, da boš povedal, kako to, da se pač ne odločijo, da boš tam napadali Janezov misijon, pa ga pač pokradali, ker vredno on ima celo leto za jesti. Ja, on ima celo leto za jesti, tudi pač boljš, kot normalno. Tega ne naredijo iz večjih razlogov. En razlog je, ker imamo tam bolnico in pač vsak ve, da je rabo bolnico. Tako da tudi ne sam kakšni domačini, ampak tudi kakšne roparske tolpe načeloma pustijo primeren misijon.
Glih zato, ker pač vejo, da ali oni ali pa kakšni njihovi sorodniki bojo kdaj rabili bolnico in pač nekako toliko imajo tega zavedanja, da pač če izropaš bolnico, pa ne bo več bolnice. Tako da to je en vidik. Drugi vidik je to, da načeloma kot belc imaš kar en respekt, no? V smislu pač tudi kulturno gledano je nekako zelo ni nekako, da boš ti belca ukradel. Za njega je to stvar odpreja, je to kolonialista, pač načeloma fulte recimo fehtajo, nikoli tebe ne ukradejo, saj nas niso pač, mislim, če ne moš paziti, ja, da imaš veliko stvari okolo, ampak tako noben od nas niso nič ukradili nikoli. Itak je pa tako, da v bistvu Janez... Razni mobi. Ja, pa še tizga je otrok vzel, pa je pol, da nisem se vrnil. Pa ti so puncamo, nisem ne, tako da, ne vem, če se za njih nisem to zihre, če se slučajno še kaj. Drugo je to, da ker si ti enkrat toliko lačen, pač niti nimaš neke ful energije, da boš to počel. Tretje je to, da v bistvu Janez s svojim delovanjem tudi v bistvu ful ljudem zagotavlja hrano. Se pravi, on nekaj ton, 20 ton riža na leto, mislim, da spravi čez svoj misijon, ker v bistvu on ima ta princip, da se pravi, tem ženskam polovicam dajo riž, pa tudi družinam, ki imajo otroke do 5 let, dajo riž. Se pravi, v bistvu on, ki gre po vaseh, takrat, ki gre po vaseh, pač potala tudi riž družinam, ki imajo otroke do 5 let. Tle je logika v ozadju ta, da mislim, eno je to, da nekje pač moraš postaviti mejo, ker niso viri neomejeni, drugo je pa to, da do 5. leta se pač otrok telesno razvija najbolj in tudi mentalno, in če si ti v bistvu totalno podhranjen v pač teh prvih letih življenja, v bistvu imaš pol neke razvojne zaostanke, ki jih nikoli v življenju ne boš mogel pol nadoknaditi. Tako da na ta način probajo vsaj v teh na začetku dati vsakemu otroku pač neko vsaj osnovno priložnost za ta razvoj. Tako da v bistvu iz tega vidika, ker toliko tega naredijo, tudi sej veliko ljudi pride poiskati delo tja, pač če ima Janez kakšno delo, jim da delo, pa pač recimo plača, ali v denarju, ali v rižu, tukaj pač tako da je v tem smislu pač funkcionira na tak način tudi, da kup ljudi v bistvu pomaga preživeti. Si slučajno, če si se kaj pogovarjali, a se pozna način razmišljanja, recimo zdaj tem otrokom, ki so bili relativno prehranjeni kot majhni, tekom let, no Janez bi to vedel, ti ne, ampak če si se kaj pogovarjali, a se pozna način razmišljanja, da je že kaj bolj, da so malo bolj odprtega? Zdaj, prav ta vidik prehranjenosti, ne vem, koliko se pozna, se pa pozna, blazno se pozna vidik tam, kjer se pravi v Madagaskar je tako, da ta srednji del, ki je visoka planota, je bil pokristijanjen že na 150 let nazaj. Medtem kot na južnem delu, kjer so take razmere za belce, so razmerno neugodne, ni bil pokristijanjen do pred 20 leti, recimo, oziroma pokristijanjen je zelo tako rečen, ker ne vem, recimo v tem srednjem delu je približno polovica recimo kristijanov, polovica ne, v južnem delu je približno 2-3% kristijanov, ostali niso. In skupaj z krščanstvom so prišle tudi šole, skupaj s šolami in krščansko miselnostjo ena druga miselnost, se pravi ena odgovornost, zvestoba, to je nekaj, mislim, zvestoba je nekaj, kar magaški besednjak niti zares dobro ne pozna. Neka odgovornost tudi zares prišla še z krščanstvom. Tako da izrazito se pozna razlika med osrednjim delom Madagaskarja pa južnim delom Madagaskarja. Mislim, da je nekako ostalo, mi smo pač bili osrednji pa južnem. Da v bistvu vse odgovorne funkcije na južnem delu Madagaskarja upravljajo ljudje, ki pridejo iz visoke planote, se reče, ta osrednji del se reče visoka planota. Recimo, ne vem, tle, ko smo bili pri Janezu na misijonu, on ima pač ta misijon, pa šolo, pa bolnico, zdravnica je iz Antona Riva, ravnateljica je iz visoke planote, ta glavni oskrbnik je iz visoke planote, ker ta, rekel, kultiviranost, ki ti jo daje krščanstvo, ta odgovornost, ta kultiviranost se sliši malo narobe, zato tako da prej nisem imel nobene kulture, kar ni res, ampak v smislu ta
rekel, obrzdanost človeka, no? Tako v smislu tudi en tak odnos v razmerjih medčloveških, se pravi, družinskih razmerjih in tako naprej je bistveno drugačen v tem posrednjem delu Madagaskarja in tle se v glavnem pozna predvsem ta vidik krščanstva. No? Tako da to se zelo pozna med nekaj na jugu, recimo, kot tega še praktično ni. Tudi težko bi še rekel, ker zdaj pri otroci še to težko vidiš, to pa vidiš, ko so odrasli. Zdaj, ne vem, mislim, da je letos, lani novembra je Pol Janez praznoval 15. obletnico delovanja tega misiona Amphithephane. Tako da je, recimo, počas bojo prvi sadovi se začeli poznati. Je pa še nekaj, en vidik je tudi to, da je družba na Madagaskarju strukturirana izrazito rodbinsko, kar pomeni, da so neke razširjene družine, so to v glavnem neke širše in glavni in gazda, ki ima nad vsem besedo, je pač ta družinski ded. Ne? In te družinski dedje so še vedno v glavnem napisani, zato ker so pač to stari, da niso hodili v šolo. Ne? V šolo so hodili zdaj te, ki so stari 20-30 recimo. Ne? Oni dedje, ki so stari 60, še niso in se tudi tukaj pol blazno pozna, recimo tudi nobenega Madagaskar je izrazito nerazvit, tudi za te strukture družbe, ker ta družbena struktura deluje izrazito po uravnilovki, tak socialistična varianta na ravni družine, se pravi, če si ti malo bolj uspešen, potem, ko je treba plačati zdravnika, ko je treba plačati pogreb, ko je treba plačati, pač ti več plačaš, na koncu si spet na nuli. Nimajo tega razmišljanja naprej, da boš ti postavil si zdaj, ne vem, kurnik in boš imel koši in boš podajal jajca in boš nekako za nek cikl začel. Ker pač, ko boš ti začel nekaj, prvo, že nimaš ti začetnega kapitala ponavadi, če pa že, je pa zdaj babica zbolela, je treba zdravnika plačati. Če imam jaz začetni kapital, mislim, če jaz neki kapital v žlahti, bo pač jaz plačal zdravnika. Nimam druge izbire. In je ful enih takih stvari v družbi, pa recimo pogrebi so sploh tipičen primer, blazno uničujoča stvar za družine, ne? Ker pač takrat, ko je pogreb, se može se in se izprsiš, ne? In pač rodbina zmečena kupi. Potem v tistem pogrebu požrejo tisto, kar so imeli, in potem so pač spet brez, se pomoč se še zapufa. In ves biznis, recimo, furajo tam tujci. Vse ta večje podjetja, pač v smislu trgovine, gostilne, take stvari, v glavnem furajo Kitajci, Pakistanci, Libanonci in tako naprej. Pričemer večinoma taki že, da so že tam rojeni, so prišli že 100 let nazaj dole, Kitajci, Pakistanci imajo to miselnost, da kot skupnost najprej enega dvignejo in pol drugega dvignejo, medtem ko Malgaši imajo bolj to miselnost, da pač, če se že en malo dvignega, potolčejo nezavestno, da bi ga hotel potolčiti, ampak pač takrat pol... Obesijo se na njega. Tako je, obesijo se na njega. Peter, si bil na kakšnem pogrebu, oziroma če ste se srečali s kakšnim? Ja, mislim, da ste se pač da ste šli mimo karkoli. Ja, mi smo šli dveh, prav bili, pa nismo na nobenemu. Da bi prav bili zraven, je pač, ko videli smo tisto, ko so drugo. Mislim, kulturni fenomen so pač te pogrebi na Madagaskarju, ker to je cela veselica. Pač oni se veselijo, da gre duša Bogu in potem, kot si rekel, ne, dajo vse, kar imajo in potem cela vas praznuje. Ja, na vse izvolje. Pač meso, recimo, jejo parkrat na leto, običajno na pogrebih. Tako rekel, pač meso drugačka na pogrebih običajno ne jejo. Ja, je pa ne samo na pogrebih, pa imajo še neke obrede, da po 5 letih še kosti obračajo, golobenci in še takrat potem imajo žurko. Ja, tudi po enem mesecu ven iz grobice vzamejo ta po enem letu, neki tazne, in pojo pač, vsako leto pojo vzamejo ven. To so eni take stvari, kaj precej v bistvu ni to odlišijo. Pač oni še zmeri funkcionirajo na tem agrarnem, ekstenzivnem kmetijstvu, večina ljudi pač se ukvarja s tem, in ne zna kaj dosti drugega. Je pač preden bo tam res nekaj razvoj, lahko je ta miselnost, v bistvu se mi zdi največja ovira. Niti ne toliko, revščina, ker ti daje v bistvu miselnost revščine, se pravi, da imaš ti občutek, da si reven, to še dodatno,
kaj te še dodatno blokira, ne, pa še malo ta, če pa že imaš nekaj, ne, pa ne vem, investiraš v pločevinasto streho, pač bi pustil slamata, pa bi razvil nek biznis, ampak ne, pač, ne, redki so recimo malgaši, ki dejansko imajo ta nek čut za to, da bojo oni nekaj pošparali, pa potem iz tega nekaj naredila. Se mi zdi, da to je tako dosti neprisotno, ne, pa bi lahko bistveno več, recimo, se pravi, narava tam omogoča, da bi marsikaj lahko naredilo, ne. Sam pač mogel, ne vem, postaviti jes na potoku, pa bi v ribnik, ne, pa pač na ograjo, da ti neko mrežo, da ti ne bojo ptiči pojedli ribi, to pa bo šlo v ribe, ampak noben tega ne naredijo, ne, zakaj ne, pač. Zato to je bilo moje osnovno vprašanje, ne, v Franciji bi vseh 6 let je dodal človeške misionare, ne. Ko je ti si tudi prej po ženskam, razumeš, pa gledam tok, pa jih še vedno šlo nosila, ne, da jih je toliko težko premakniti, ne, v čem je tukaj keš, ne, ker je čisto mislim, popolnoma logična zadeva, ampak ne more iti čez to, tukaj meni, ta logika mi čisto jasna. To smo se tudi mi sprašvali, ja, pač težko rečem, zdaj, kaj je tisti. Se pravi, pač počas se pač tudi kakšna stvar premakne, pa probajo v šoli kaj naučiti, pa se pravi, te šole, ki so da šole, so načeloma po teh nacionalnih testih, recimo, so najboljše. Pač to tam, kjer je... Nacionalni. Pač, še zmeri, ampak to pomeni, da tam vsaj učitelj dejansko pride k pouku vsak dan. Ker ga pač Akamašova je natera, da mora pride k pouku. Čim se pa financirate na Rusu? Pač delno, mislim, pretežno iz darov iz Slovenije, glavnina financ pride iz Slovenije, ja. Apitafa. Zdaj, upeka, pa je pa vključen tudi to Akamašova, tako da je del tega celega sistema. Zdaj, jaz sem vprašal upeka, on je rekel, da Akamašova sama je približno 40% samooskrbna, 60% na darovih iz tujine. Pričemer Akamašova je to velika, to sam Slovenija, pretežno recimo Francija, tudi drugi države, ker je najbolj je opeka povezana recimo z Argentino, Francijo, Slovenijo, Avstrijo, ampak tudi širše, ne? Tako da recimo to so neki, zdaj delno, zdaj sam ta od Janeza misijon nima nekih kakšnih velikih prihodkov, tako da bi recimo kakšno stvar prodajali. Zdaj sama Akamašova kot taka pa delno zbere, mislim, nekaj se zbere iz šolnin, ker so še zmeri pač niso nula, so pač neka zmerna, skromna, ne. Nekaj se nabere iz teh delavnic, ki jih imajo, ne, recimo od kamnoloma do pa imajo neke mizarske delavnice, neke strugarske, kovino-strugarske, recimo, neke take zadeve, neke betonarne, tako, pretežno s takimi stvarmi se recimo ukvarjajo, pa potem tudi pač sama šola, recimo, zdaj gradijo fakulteto za računalništvo v Akamašovi, no. Tako da ja, zdaj tlele prav ta misijon od Janeza je pa pretežno, kakor sem razumel, iz darov, v glavnem iz Slovenije. Pač, pa delno za investicije pa ponovati v okviru Akamašove, ne, se pravi, recimo, ker so gradili kakšne stvari, je pa ponovati Pedro Opeka, pač zrihtu finance za ten dol. Kje pa dobivajo potem hrano, recimo, misionarji dobi? Mislim, se pravi, kako funkcionira, kar se hrane tiče, nekaj odkupijo pač od lokalcev, kakor jo predelajo, kakor jo lokalci ne predelajo, recimo riž iz višje, mislim, kakor je riža ne dobi lokalno, iz Indije, recimo uvaža, tako da pač pride kontejner, ne vem, ladja riža, oziroma pač odkupno. Jaz recimo sem zraven, ker so šla, jaz pa Janez so šla en dan, ker me zmanjkalo materijala, bolj v Farofanganu v shopping, kar je spet zjutraj ob 4 smo štartala, so se 7 ur pelala do mesta, da so bolj probala čim več stvari upraviti in do 5 popoldne niso uspela vse stvari upraviti, kar so jih mislila, ker pač grejo sklizno počas. Tako da ja, tam recimo je pa eno velik trgovcev recimo na kupu pa za 3 tone riže recimo.
po transportih. Zdaj, kako funkcionira pač čist ta dnevna oskrba s hrano, je pa tako, da Janez ima ta pristop, da vedno odkupi hrano po nekoliko višji ceni od tržne. Se pravi, če so banane, ne vem, po 1000 arijev na kilo, bo pač on do 1200. In potem zato Unika predela kakšno stvar, prvo gre Janez prodajati. Oziroma enkrat na teden imajo pa tržni dan v uni vasi bližnji in potem takrat gre pa gospodinja pač na tržni dan. Nekateri še njih predelajo višek hrane in pač pol prodajajo. Ali pa recimo lovijo ribe, pa jih prinesejo prodajati. Prvo prodajati Janezu, ker ve, da bo Janez odkupil po malo višji ceni, kot recimo drugi v vasi, pač na ta način si on v bistvu delno pomaga njim, delno si pa tudi zagotovi, da dobi pač ta boljš robo, ki pride. Je bilo pol tudi tako, velikrat smo videli, ker se je pol, ker nam gospodinja prišla, pa pogledala, a so v redu ribe, niso v redu ribe, pa je vzela na parih, ostale pač pa odkupila, pa pač, ne vem, kokoši, kakorkoli. Mi smo ga žal vedeli, mislim, dosti bolj zdravo, mogoče tudi tle, ker res te cukra pa maščobe praktično ni, zelo malo. Ampak vsak dan pač nekaj riž, neko zelenjavo, kakšno meso, pač kakšno največ neke perutnine, malo tudi kakšno goveja, občasno kakšna svinina. Recimo zanimivo je tudi mleka, oni nimajo, pač mleko je tam, ni tako, da mleka je, kar se tiče mleka, je v bistvu, da kupaš lahko v konzervi, da imaš pod nek tak koncentrat mleka, cukrnega mleka. Tako zgleda pa bi že nek sladki greh, ki ga pol zrečeš z vodo in pol to recimo s kofetom piješ. Recimo kavo tudi oni dobro predelujejo, največji takrat, ko imajo pa sezono, recimo predelka, so pa klinčki, ali pa popr, ali pa recimo, še ena se je pozabil, klinčki, popr, pa vanilja tudi, sam ni toliko široko. Klinčki so prvi, pa popr, po popru so popr pa taka izvoznja pifra, ki je tudi dosti kvalitetna, najbolj kvalitetni na svetu. Sladkorni trsen? Kaj? Sladkorni trsen? Je to sladkorni trsen, smo ga probali. Ja, tako zelo. Nimajo toliko, recimo, da bi rum delali svoj. Delajo šnops, ja, vse svoje. Se tudi alkoholizem je tudi problem. Ja, je. Pa tudi to, da ja, pač tam te družinske odnose so lahko precej fluidne. To pač ni nujno Zvestoba si že prej. Ja. Mislim, zdaj to mogoče prihaja zdaj malo bolj krščanstvo, brez tega pa tako. To, hvala Peter. Janičko, pa se ravno vam, nisem spomnil, prihodnji teden gostimo pa Aleša Čerina, ne vem, kako je bilo kaj predstavljati. V sklopu Dravskih duhovnih večerov letos smo se odločili, da bi govorili malo več o ekologiji, o skrbi za okolje, v našem odnosu do stvarstva. No in Aleš bo tako, je šel sam, ne vem, kako ste kaj poznate, recimo on si je dal enkrat za cilj, pa je en čas živeti, ne vem, s 1 evrom, s 2 evroma na dan. Koliko se Kaj ti bo 1 evro? Evro na dan, tako. Pa je v tem par malo zapisoval, pa kaj ja, kaj ne, kaj štima, kaj ne štima. Tok mislim, da bo zanimiv gost, če vam čas zapušča. Dobrodošli. A on je zdaj, si je vredi? Ha? Zdaj, ki je zdaj vredi.